Hvala. Pozdravljeni. Najprej hvala lepa Mariborski knjižnici za povabilo. Priznam, da sem že marsikje govoril, ampak v tem prostoru še pa ne. In kot seveda rojenemu Mariborčanu mi je seveda izjemno čast in veselje, da v tej pravzaprav novooblečenem prostoru za takšne in podobne zadeve lahko tudi govorim. Drugače pa, kot je bilo povedano že, to je neke vrste nadaljevanje spomladanskega predavanja, ki je sicer imel malo pesniški naziv, torej Mariborski Judje v času dogajanja v Marburgi. Dejansko je pa bilo govora o sicer tistem dokaj, ne bom rekel zelo, ampak dokaj znanem obdobju mariborske ljudske zgodovine, to je v srednjem veku. Velika zasluga, mogoče največja, zato gre zagotovo romanu pokojne Zlate Bokač z naslovom Marburgi in nadaljevanjem Knjiga senc, ker pa seveda je nedavno umrl brez nadaljnjega največji mariborski zgodovinar zdaj, Jože Mlinarič. Je treba povedati, da tudi ko je to Bokačeva, ki ni bila zgodovinarka, napisala na osnovi nekaterih njegovih takratnih že ugotovitev v srednjeveškem Mariboru in pa srednjeveških Judih. Te je kasneje potem seveda še nadgradil. Oba si zaslužita zagotovo omembo v recimo temu panteonu mariborskih kulturnih ustvarjalcev, pri čemer bi še en detalj opozoril, ki je kar ušel celo mariborski javnosti, ne, kaj šele, on je tam v centralnem delu Slovenije. Pokojni Jože Mlinarič je bil akademik in to celo recimo piše prvi akademik, ki je sploh prišel iz Maribora do Sazuja. Tako to gre v Sloveniji, kot vidite. Zdaj pa torej predavanje, mislim, da sinagogo Maribor bolj ali manj vsi poznate. Če še niste obiskali, to priporočam, čeprav trenutno je ni možno, ker imamo ravno sanacijo in del tega je seveda tudi današnje dogajanje. Drugače pa sicer urbi et orbi razglašam, da smo še vedno najmanjša javna kulturna ustanova v državi Slovenija. Imamo torej točno 2 zaposlena, en je direktor, to sem jaz, druga je pač sodelavka in tako da, ko slišite besedo direktor, vsaj v naši firmi, ne rabite imeti občutka, da je to nekaj strašno velikega in pomembnega. Če treba, tudi kidamo sneg, tako da v tem smislu si seveda želimo še kako moč, pa ne za kidanje snega, ampak še kaj drugega, ampak božji mlini v naši prestolnici bolj počasi meljejo v tej smeri, ampak se ne bomo vdali. Pa preidimo kar k vsebini, mislim, da je kar nekaj za povedati. Jaz se bom trudil biti ne preveč dolgi, ker pač je seveda vsem jasno, da potem stvari razvodenijo, je pa kar nekaj za povedati, ne? In upam, da potem seveda vas ne bom toliko užel, da še morda ne bi bilo kakšno vprašanje ali pa debata, ampak predlagam, da je to na koncu. Pa kar k naslednjemu diapozitivu. Za vsako dobro zgodbo bi lahko rekli, je značilno, ne, da je seveda neko imenom, z neko osebo se začne. To je sicer citat iz enega, danes smo že malo pozabljenega romana, iz pred 10 let, o dogajanju holokausta na območju Trsta, Istre, Reke, ne. Ampak tam je recimo ta ideja, ne, pač ko mi gledamo te žrtve holokausta in še kaj drugega, žrtve druge svetovne vojne, so ponavadi to zgolj imena. Mogoče sodobnikom, ko so to pisali po vojni, so ta imena še kaj pomenila, ne, danes pa pogostokrat pravzaprav nič. Ampak za vsakim tem imenom je bila oseba, za vsakim tem imenom je zgodba. No in v mojem primeru se ta zgodba začne, naslednji diapozitiv, pravzaprav ne v Mariboru, ampak v Prekmurju. Namreč, mogoče malo poznate slovenske priimke, Hajdinjak je dokaj tipičen prekmurski priimek. Jaz sicer sem rojen Mariborčan, tako da v Prekmurje sem zahajal in še zahajam zgolj ob nekaterih, pač, kot se to reče, družinskih zadevah, kot je na primer obiskovanje pokopališča za 1. november. V praksi pa konkretno že kot otrok, ko sem hodil torej v očetov rojstni kraj, konkretno to Sredica, občina Rogašovci, severozahod Goričkega, me je tale grob pač postavil vprašanje, ne. Namreč malo na samem je, v tej vasi Sredica konkretno, sicer je nekaj luteranov, ampak tisti se niso pokopavali na tem pokopališču, to je sicer katoliško pokopališče, ne, ni cerkve sicer v Sredici, kar je Prekmurju tudi značilno, ne, ampak je seveda ime pa priimek nekaj, kar je bilo meni totalno nenavadno, ne. Weiss zagotovo ni slovenski priimek, Etelka pa definitivno nima nič veze s Slovenijo, ne. Danes vem, da je to bila članica ene izmed 5 judovskih družin, ki so do 2. svetovne vojne oziroma do 1944. leta, ko je bila večina poslana v Auschwitz, živeli na območju Rogašovcev. No in kar je zelo značilno je to, da je ta Etelka Weiss, ki je umrla 1942. leta,
torej ne zaradi holokausta, bila je pač bolna, ne, je bila že pokopana na ne judovskem pokolišču v Murski Soboti, ampak konkretno na tem pač, kjer je bila doma, iz Rogaševcev konkretno. Ne. No, to je sicer danes vem, takrat nisem vedel, ne, ampak ravno zaradi tega groba, pa še nekaterih drugih detajlov, sem jaz, če rečem tako, ker sem pač, kar se spomnim, se vedno zanimal za zgodovino, vedel recimo, da je pač Prekmurje nekoč bila judovska skupnost in da je pač se nad njimi definitivno zgodil holokaust. Ampak nikoli nisem pričakoval, slajd naprej, da potem v svojih zrelih letih se bom potem srečal z tem predvsej osebno in pa seveda zdaj tudi raziskovalno deloma mi je danes to tudi služba. Moram poudariti, da sinagoga Maribor se ne ukvarja seveda samo s holokaustom, ampak zelo pomembno del je to. Namreč zgodilo se je potem po dolgem času službovanja na prvi gimnaziji Maribor, kjer sem jaz potem na koncu delal 21 let. In sicer leta 2009 sem bil z dvema kolegicama, z pač predvsem motivirano skupino dijakov na ekskurziji v Berlinu. In seveda, ker sem bil šef ekskurzije, sem lahko določal, kaj se bo šlo gledati in seveda, ker me pač zanimalo holokaust in te zadeve, nisem niti pravim še enkrat nekih pomislekov, da bi to raziskoval in tak naprej, sem se pač odločil, da gremo pogledati muzej Vanzejske konference. Vanzejska konferenca 20. januarja 1942 je ključni trenutek v zgodovini holokausta. Na tej konferenci so nacisti prišli od množičnega ubijanja v sistematično uničevanje Judov. Zato je to zelo pomemben datum v zgodovini druge svetovne vojne, v zgodovini holokausta pa še posebej. No in ta hiša, kjer se je to zgodilo, samo je to hiša ostala, nič v njej ni originalnega. So pa potem pred kakimi 20-25 leti naredili tukaj muzej, oziroma bolj pravilno, ker pač muzej pričakujemo, da so potem originalni predmeti, dokumentacion centrum, oni temu rečejo. Torej, tukaj so potem predstavljeni fotokopije, kopije dokumentov, ki so s tem povezani, predstavljeni so zločinci, predstavljene so žrtve in podobne zadeve. Detalj, ki je bil tukaj zanimiv, je bil to, da v tem muzeju Vanzejske konference, tisti dan, ko smo ga mi imeli namen obiskati, niso nam mogli voditi vodenja, kar je sicer bil namen. Ker so imeli pač en simpozij in so bili si zasedeni, pa se rekli, si pa sami pogledate, ne. No in seveda pač meni se je zdelo to tudi izziv zaradi tega, ker so imeli dobre spletne strani in se je dalo narediti, temu rečemo, delovne liste, ne, za dijaki ni zdaj potem pač, ker relativno dosti jih je, ne, da si to sami pogledajo, ne. Predvideli smo pač, ne vem, 1 uro, da si bo to pogledali, ta vprašanja, poišče odgovore in tak naprej. Izkazalo se, da po 1 uri niso uspeli rešiti, ne, deloma je bil problem seveda jeziku, jeziki, napisi oziroma razstava sama je bila v angleščini in nemščini, in pač, ker je bilo seveda to ekskurzija preko nemščine, je bilo poudarek, da bi naj v nemščini pač gledali, ne, in potem seveda se je izkazalo, da ne razumejo dovolj nemščine še v drugem letniku, ne. Drugo, kar je bilo pa zanimivo, da vsebinsko oni niso mogli dojeti, mislim, da se je nekaj takega zgodilo v 20. stoletju v Evropi, ne. Okej, potem smo podaljšali še 1 uro, pa smo iti naprej, sam so si je čakal in tak naprej. Ampak to mi je dalo misliti, ne, pa sem rekel, no, če je zdaj to tako pravzaprav dijakom zanimivo in zdaj morate pač vedeti, da dijaki so pač taki, ko so, ne, boljših nimam, kot jih imamo in prekleto od nas odvisno, kaj bo z njih nastalo in zato je pomembno, da se ne dela samo všečne stvari, da sem lahko zelo direktno. Sem se namenoma odločil, da drugo leto pa ne šel pač v Berlin na tako zadevo, bom šel v Auschwitz, ker je pač to zagotovo točka, ki je vsekakor vsakemu najbolj povezana z holokaustom. No in seveda želja je bila, da pač neko konkretno ime iz Maribora pač bi s tem povezali, da ne bi zarekli, kazen, tam je umrlo 1,1 milijon ljudi, od tega 906 tisoč Judov in tak naprej, da imamo koga iz Maribora. Ne, izkazalo se, da sploh ni treba dosti iskati. Namreč na prvi gimnaziji je med prvim in drugim nadstropjem spominska plošča, takšne kot so bolj na vseh šolah, saj nekoč bile, krajevne skupnosti in podobno, kjer so zabeležena imena umrlih v drugi svetovni vojni. No in to je spominska plošča, mimo katere sem jaz do takrat hodil dnevno, ne, leta in leta, 4-krat, 5-krat, ne, da bi se sploh ozrl, kaj na teh plošči piše, kdo je tukaj naveden, kdo so ti ljudje bili, ne. No in eden izmed teh imen, Rudolf Konštajn, je bil dijak Mariborske realke, predhodnica današnje prve gimnazije Maribor, to je dejansko v istih prostorih, po istih stopnicah, po istih ulicah hodil, kot hodimo danes mi. In iz tega je potem se, lahko bi rekli, skoraj plast nastal tega, ne. Izkazalo se je seveda na koncu, da on sicer ni imel v Auschwitzu, da so njegovi sorodniki umrli v Auschwitzu, ne nekaj drugega, ampak je vsakem primeru avtentična žrtev, oziroma dokaz, ne, koliko te stvari pravzaprav brez problema so pri nas, namreč to se ni zgodilo tako daleč nazaj in ne smete pozabiti, to ni tako daleč stran bilo vse skupaj. Tudi Auschwitz, ko so tedaj šli, to ni na drugem koncu Evrope, to je v tem delu Evrope, kjer mi smo. No, kakorkoli, ta zadeva, slajd naprej, je pripravljala potem, da sem že naslednje leto potem se začel ukvarjati pa
kar bi rekli, višjem nekem zahtevnem nivoju. No in še ena stvar, ki mi je dala izjemno pač motivacijo, ki mi je zaenkrat še ni milna, pa mislim, da tudi ne bo, je pa seveda samo srečanje, potem se preživeli holokausta. Zdaj prvo srečanje, ki sem ga jaz imel, pa ni bilo zadnje, ne, in upam, da ne bo ostalo še kar nekaj časa med nami, je Erika Fürst. Ona je zdaj že zadnja preživela Judinja, ki je preživela Auschwitz iz Prekmurja. Ne. No in vedno znova in znova, ko sem se s temi ljudmi srečeval, poleg Erike Fürst je potem kakih 10 ljudi bilo, ne, niso bili vsi Judje, ena izmed oseb, ki mi je tudi veliko dala, je tudi nedavno preminula gospa Vrščaj, Sonja, ona je bila stara sicer 96-97 let, no in z njo sem jaz bil 3-krat skupaj v Auschwitzu. Ona je Slovenka iz Primorske in lahko si predstavljate, da recimo taka pričevanja, ne samo da seveda prispevajo k temu, da pač avtentično, da pokaže, tukaj se je to zgodilo, tukaj sem bila, recimo, ne, ampak dejansko, ko te ljudi poslušate, ne, dejansko dobite neko, kaj pa vem, dolžnost, ne, da te stvari pač naprej prenašate, ker vsem je jasno, da nišče ni večno, ne, in ostaja seveda zelo veliko vprašanje, kaj bo, ko teh ljudi med nami že. Tudi Sonja Vrščaj je slučajno čisto v istem vikendu, kot je prej omenjeni Jože Mlinarič umrl, tako da je pač neke vrste to seveda tudi omaž njej. No, k zdaj samemu jedru, naslednji slajd, torej najprej nekaj besed o Judih v Mariboru pred 1918. Zdaj sicer tisti v 19. stoletju ne smete dobesedno vzeti, ne, namreč vsako stoletje ima 100 let in jaz v tem primeru seveda ne bom govoril o vseh 100 letih 19. stoletja, ampak bom se ustavil pri enem prvem podatku, ki ga imamo z 19. stoletja, naslednji slajd. To je popis prebivalstva z leta 1857. Da razložimo, torej Habsburška monarhija, kot imenujemo državo, kjer so stoletja dolgo državni okvir bili Slovenci, ne, se sicer od leta 1867 uradno imenuje Avstro-Ogrska. No, ampak vseeno v tej državi ni bilo vse za nič. Zdaj sicer recimo Marija Terezija je zadnji teden zelo aktualna glede šolskih reform in tako naprej, to je treba malo povedati, da ni bilo čisto Marija Terezija tako zaslužna za splošno šolsko izobrazbo, namreč to je šele Franc Jožef naredil sicer, ampak v vsakem primeru je to dober dokaz, da vidite, pač tej Habsburški monarhiji, torej zadnjih desetletja Avstro-Ogrski, je bilo marsikaj modernega, marsikaj zelo pomembnega. No in to je objava, rezultat popisa 1857, ki se ga v ponavadi ne upošteva, tudi zaradi tega, ker pač ni nacionalno zanimiv, kot so potem oni 1869, 1880 pa tak naprej. In na moje veliko presenečenje sem tu našel podatek, ki ga je tu jasno označen, to je verska sestava krajev na Štajerskem, da je 1857 leta v Mariboru živelo 6 Judov. Kaj je nenavadno? Nenavadno je zaradi tega, ker pač se teoretično velja, da Judje na Štajerskem, kot na Kranjskem, kot na Koroškem, se niso smeli naseljevati do danes že omenjenega leta 1867. Leta 1867, kot je uradno nastala Avstro-Ogrska, je bila sprejeta tako zvana decembrska ustava, ki je za takratne razmere zelo visoko stopnjo, da bi rekli, političnih in človekovih pravic zagotavljala. Med drugim je tudi končno odpravila to, da so se Judje lahko kjerkoli so hoteli na območju avstrijske dela Habsburške monarhije naseljevali, na Ogrske so se lahko že prej. In lahko so izbirali svobodno poklic, lahko so se organizirali in tako naprej. Ampak to je konkretno popis 1857 leta, se pravi, to je 10 let prej. Zdaj, ali je obstajala možnost, ne, da kljub temu, da je torej še iz srednjega veka bila ta prepoved naseljevanja na Štajerskem, torej tudi v Mariboru, to je seveda neposredno povezano z izgonom srednjeveške judovske skupnosti iz Štajerske, Koroške in Kranjske ob koncu 15. in 16. stoletja in s to izjemo ne znam zaenkrat še pojasniti. Številka 6 mi deluje, kot da bi bila kakšna družina, ne. Zdaj, prva ideja, ki jaz imam, ampak pravim, to bi še moral potrditi z viri, recimo, kar se bi spomnil je, da je v tem času začela delovati kadetnica, ne, in to je bila recimo seveda za takratne razmere velika ustanova, ki je imela kar nekaj izobraženih ljudi, teoretično, da je možno, da je bil kdo od teh, mogoče zdravnik, kaki vojaški ali pa kaj takega, in seveda zaradi tega, ker to pač bil neki višji državni interes, ne, je bilo pač ta izjema možna, ne. Kar je presenetljivo, je celo to, jaz sem šel potem skozi, ne, na celem Štajerski ni bilo niti enega Juda, samo teh 6 v Mariboru, niti v Gradcu, ne, prestolnici, ne, in prav tako na celi Koroški in na celi Kranjski, ne, teda to je ena izjemna zadeva. Kaže, ne, da je ta skupina Judov, mogoče je bila družina, pač deluje mi tak, ne,
vse potem še nekaj časa živela, ker ista številka je potem na naslednjem popisu 1869 leta. Ampak 1869 leta ni nenavadno, ker od 1867 leta so se Judje lahko prosto naseljevali, torej tudi v Maribor so lahko prišli. In takrat je bilo že v Gradcu, v Ljubljani že kar nekaj. Ampak torej zdi se, kot da je teh 6 Judov, najbrž ena družina, ne, torej kako 10 let tukaj živela. Kdo je to bil, kaj je to bil, zaenkrat ostaja neodgovorjeno, ne, ampak glede na to, da je to 19. stoletje, ker je zelo verjetno, da je človek neki pisni sled za seboj moral pustiti, ki ga seveda pač še nismo prebrali, ampak to še ne pomeni, da ga bomo prebrali, ne, se bo verjetno ta misterij mogoče malce razkrinkal. No, zdaj, če gremo naprej, v samem tem času Habsburške monarhije oziroma Avstro-Ogrske, o katerem zdaj govorimo, torej druga polovica 19. stoletja, do začetka prve svetovne vojne, je seveda kot posledica torej sprostitve, ne, kot rečeno, prostega naseljevanja in zbiranja služb in tako naprej, prišlo do naselitve potem seveda čedalje večjega števila Judov v Mariboru, čeprav številke same po sebi 37, 64, 63, 66, ne, 66 jih bilo torej po zadnjem popisu prebivalstva z časa Avstro-Ogrske 210, niso nič posebnega, ne. Maribor ima takrat kakih 30 000 prebivalcev, 66, potem si lahko predstavljate, da je to malo več kot nič. No, čisto drugačna zgodba je z deželno prestolnico Gradcem, kjer vidite že 1880. leta, ne, kar konkretne številke, ne. 1211, dobro, res, da je Gradec seveda tudi bistveno večji bil, ampak je na to pravilno, ne, torej Judje se praviloma naseljujejo vsaj v 19. stoletju, malo podobno kot v srednjem veku, kjer je gospodarski razvoj, ni nujno to samo kao denar se pretaka in tako naprej, ker so samo vsi bankiri ali kaj take, kot tudi stereotip v srednjem veku, to je, ampak definitivno ne, izkoristijo, ne, to možnost naseljevanja zaradi tega, pač, ker so podjetni, večjezični, večkulturni, marsikaj je to recimo, kar marsikomu drugemu takratnemu prebivalcu Habsburške monarhije ni bilo. No, tudi številke, zdaj, če primerjate Ljubljano, ne, in pa Celovec, ki sicer seveda sta tudi deželni prestolnici, ne, tako kot Gradec, ne, so seveda prej skromne kot ne. Tako da je neke strašne razlike med recimo zdaj deležu, ko govorimo o Ljubljano, Celovcem pa Mariboru ni. Druga zgodba je Gradec, ampak tisto nekdaj drugič. Saj so dve družini, ne, ki sta potem kasneje še vedno pod prvi svetovni vojni prisotni, naslednji diapozitiv, lahko najdemo že očitno je, seveda, da so pač nekaj pomenili v Mariboru pred prvo svetovno vojno. Ta fotografija sicer ni, nažal nisem našel boljše, kar se časa tiče, kar se motiva tiče, pa je idealna. Prikazuje sicer verjetno vsem lahko prepoznavno stolnico, frančiškansko cerkev zgrajeno, torej konec 19. stoletja, partizanska, kot je bila nekoč, tisti vrt, ki je tam bil dolgo časa od pivovarne, kasneje danes tam dvorana Unija nastala in tako naprej, ampak ta stavba čisto v desnem kotu, ko piše H.J. Turat, ne, to pa še vedno stoji. Od spodaj je, torej ta trgovina danes je združena z sosednjo trgovino, kjer je imela trgovina Bata, zona češka tovarna čevljev, ne, je samopostrežna Mercatorova. To je sicer bila prva samopostrežna 1906. leta v Mariboru, ampak torej ta del zgradbe je torej še vedno isti. Zgoraj na stropu je danes Doba šola, če se spomnite, mi, ko smo starejši, se pa spomnim še, da je v teh zgornjih nastropih bilo nekoč študijska oziroma knjižnica, neposredna predhodnica Univerzitetne knjižnice Maribor. Zdaj, H.J. Turat, ne, je okrajšava, ne. Zdaj, koliko jaz sem zbiral ugotovil, torej lastniku firme je bilo ime Joachim. Kaj tisti H od spredaj povedal, ne vem, je pa en taki simpatični prispevek, ki ga je prispeval Jaro Dolar. Jaro Dolar je Mariborčan, končal je sicer svojo kariero v Ljubljani, med drugim je tudi direktor NUK-a. On je seveda odlične spomine na svoje odraščanje v Mariboru napisal, ne. No in on tam se spomni, ko je ta lastnik te tovarne, ne, lastnik te trgovine umrl, da je bil pravi taki judovski pogreb, da so prišli prav rabini z onimi ovnovi rogovi, na katere so pač trobili in tako naprej. No in je takrat tudi zapisal, ne, da so Mariborčani ta H.J. ne, razlagali kot Hauptjud, ne, torej glavni jud Turat. Ne. V vsakem primeru po njem je bil naslednik, Oskar se je imenoval, tako da je potem še do druge svetovne vojne ta firma obstajala, je pa res, da on potem umrl tik pred drugo svetovno vojno, ni mi čisto jasno, mislim, bolezen nekaj in podobno. Je pa imel sestro, ki se je poročila pa v Pulo, in je potem, tako sem tudi potem prišel do tega zgodbe, ne, ta družina potem živela v Puli do nemške okupacije, 43 let in potem so bili vsi odpeljani v Auschwitz oziroma Dachau in so vsi umrli. Teda, žal se tudi ta pot te družine konča, ampak je zelo zanimivo, ne, torej oni so, ne morem točno zavisati, odkot so prišli, sigurno niso bili rojeni v Mariboru, ampak so se recimo iz Maribora celili potem v Pulo naprej, recimo, ne, torej je bilo kar povezano, ne. No, zdaj naslednji slajd. Kako je to izgledalo v starih časih, vidite tukaj, ne, torej ta Turat je bil definitivno podjeten, ne.
On je že v začetku 20. stoletja uporabljal angleške izraze za svoje pač izdelke, ne? Go on shoes. In piše, da so ameriški čevlji. Simpatični reklama iz takratnega Marburger Zeitunga, ne? Ampak bil še en, ne? Ki moče ni bil toliko opazen, tudi moče, ker ni imel takega imena, Hauptjut in podobnega, ne? To je pa Josef Rozner, ki pa je imel recimo trgovino s tekstilom na Nađištrase, to je današnja ulica Kneza Kocla. Ta je zanimiv zaradi tega, ker je starejši brat nesporno najbolj pomembnega Juda v zgodovini 20. stoletja v Mariboru, to je Marka Roznera. Ampak torej ta dva detajla nam kaže, da Judje so prisotni, ne? Niso strašno številčni, ampak so zelo tipično, ne? Kar je sicer tudi recimo v Prekmurju značilno, ne? Torej bolj ali manj prisotni močno v trgovini, ne pa to, kar bo v Mariboru postalo, ampak v tem nadaljevanju, torej v industriji. Ne? No, če gremo naprej, zdaj bomo seveda, kot rečeno, na temu 19. stoletju, vključno z razpadom Avstro-Ogrske, pač posvetili nekaj pozornosti, ampak kaj več zaenkrat ne. In nadaljevali tam, kjer sicer se začne povabilo na to današnje srečanje. Drago Jančar je nesporno največji živeči mariborski pisatelj, po mnenju nekaterih, tudi jaz ga delim, mislim, tudi največji živeči slovenski pisatelj. Njegov opus, kot veste, je različen, ne? Če bi moral izbrati katero knjigo, do njegovo najboljšo, je pač definitivno za mene to Severni sij. Kot veste, roman je nastal v nekem posebnem obdobju, ne? Jančar je bil takrat pač nemilosti na uredništvu Večera in je bil pač v arhiv poslan, ne? In je potem on tam imel dosti časa, da je proučeval stare časopise. In zdaj sama struktura romana Severni sij je, da se pač izmenjuje tisti njegovi, če rečemo, umetniški, ne, deli z tem, da pač dobesedno citira stare časopise. Kar pomeni, da ta roman, čeprav to umetniška interpretacija Maribora leta 1938, ko je Severni sij na Srednjo Evropo in tako naprej, temelji na, verjamete mi, zelo dobrih, zelo natančnih, izjemno, seveda, tudi dobro uporabljenih zgodovinskih faktih. Ampak ima en stavek, ne, ki je mene, ko sem pač to prvič prebral, ne bom rekel zmotil, ne, ampak recimo mi je pač dobra istočnica, že zaradi tega, ker pač lahko tega znamenitega mariborskega pisatelja uporabim. V enem detajlu se pa zmotil. On tam pač v enem primeru piše o židovskem trgu, ne, in pravi, židovska četrt je torej brez Židov in tudi v mestu bi leta 1938 težko našli kakšne Žida. Ne. Z vsem spoštovanjem do svojega izjemnega opusa in tudi izjemno dobrim poznavanjem mariborske zgodovine pred vojno, ne, se je pa tukaj zmotil. Ne. V Mariboru 38 leta bi lahko našli kakega Juda. Za začetek zanimiv detalj, sinagoga Maribor je seveda bila v tem času stanovanjska zgradba. V tej stanovanjski zgradbi je živela judovska družina, pač to je čisto koincidenca. Pred drugo svetovno vojno so se potem odselili v ZDA, zadnji član te družine, ki je nekoč sinagogi stanoval pred drugo svetovno vojno, je umrl sicer v zelo visoki starosti, žal smo ga zamudili, ampak recimo detaljne, tako da že tukaj, ne. Kaj šele, ko me zdaj vidi v nadaljevanju. Zdaj, same številke, naslednji slajd, niso dramatične, ne. Torej, v Mariboru je torej leta 10 smrtnih 66, ne. Potem je ob razpadu Avstro-Ogrske celo malce številka pade, da bi v začetku 30 let, ne, se pa številka povečala za 50% na 90, ne. 1937 leta je bil sicer neuradni popis prebivalstva, to moram malo razložiti. Popisi prebivalstva so bili v stari Jugoslaviji leta 1921 pa 1931, so bili predvsem natančni, teda so lahko rečemo tudi zelo zanesljivi, čeprav pa seveda čisto natančni pa niso mogli biti, ampak s kombinacijo recimo nekih kriterijev lahko recimo prijete, ne vem, Bosni in Hercegovini, kjer je to še posebej problematično, ne, koliko je bilo Srbov, koliko je bilo Hrvatov, koliko je bilo Muslimanov. In tudi kar se pa judovske prebivalstva tiče, svoje kriterije osnovni, na osnovi katere mi to ugotavljamo, verska pripadnost, ne. Seveda so bili nekateri takrat, ki niso bili več verujoči, ne, ali so pa prestopili in ti niso zajeti, ampak torej odstotek teh je bil relativno majhen. To lahko smatramo, so ti številke zelo natančne, ker to je bil uradni popis. Popis bi bil seveda leta 1941, oziroma pravzaprav bil že uporabljen, ampak potem prišlo do napada na Jugoslavijo in ena izmed tarč nemškega napada 6. aprila 1941 je bil statistični urad Kraljevine Jugoslavije in zato je šlo vse to gradivo v nič in zato popisa 41 ni. Ampak kar se tiče Judov, imamo tu srečno okoliščino, ker so oblasti Dravske banovine leta 1937 neuradno naredile popis Judov na območju Dravske banovine. Vzrok je bil jasen. 1935 leta so v Nemčiji začeli veljati nürnberški rasni zakoni. Najkasneje takrat je večino Judov v Nemčiji postalo jasno, da to, kar je s Hitlerom se dogaja, njim nič dobrega ne pomeni. Imeli so probleme, ne v smislu nacistov, ne, da so jih ogrožali, omejevali, milo povedano nadlegovali.
v njihovem vsakdanjem življenju, ampak hoteli so se seveda tega znebiti, ne, in hoteli so se v veliki meri odseliti. In nacistična Nemčija do leta 1941 ni imela čist nič proti, da se ljudje odselijo, pod pogojem, da premoženje ostane. Kje je bil catch? Catch je bil v tem, da ljudje so se hoteli odseliti, celo nacistična Nemčija je hotela, da se odselijo, ampak bilo je malo držav, ki so jih hotele pa sprejeti. ZDA po letu 1929 precej zaprejo priseljevanje, niso imeli nobenih pomislekov v smislu, da je pač to humanitarno in tako naprej. Palestina pod britansko oblastjo, tudi zaradi tega, ker izbruhne v 30 letih arabski upor proti čedalje bolj množičnemu priseljevanju Judov v bodoči Izrael, ne, seveda je prav tako zaprta, ne, in je pravzaprav tem Judom, ki so na vsak način hoteli zapustiti nacistično Nemčijo, ne, postavilo problem, ker pravzaprav niso imeli kam dosti iti. Ena izmed držav, ki je imela koliko toliko ugodno politiko do teh ljudi, ne, je bila stara Jugoslavija, ni bila strašno naklonjena Judom, ni pa bila strašno proti Judom. To je zelo velika razlika tudi recimo proti Madžarski, Poljski in podobno recimo, ne. No in ker je bilo teh tujih Judov, ne, če dalje več, oziroma beguncev bi danes rekli, ne, je pač neformalno bilo izveden popis prebivalstva, da se popis judovskega prebivalstva po občinah takratne Dravske Banovine, da se govori, koliko je naših Judov, ne, domačih, koliko je pa zdaj beguncev. In je to pač pripeljalo do tega, da ta popis nehote, ne, zabeležil judovsko skupnost, ne, torej tik pred holokaustom, izjemen vir, ki pa seveda ima eno veliko napako, da oblasti niso dale točno kriterija, ne, zdaj koga šteti za Juda. Ne. Njih je predvsem zanimalo, če so kakšni tuji Judi, če so kakšni begunci, ne, kaj z njimi narediti. Niso zanimali toliko domači. Ne. No, tudi zaradi tega jaz lahko recimo povem, da ta številka, ki vidite za Maribor, 80, ne, ni pravilna. Ne. Torej z nekaterimi drugimi viri, ne, sem jaz pač potem prišel do ugotovitev, da je torej 1937 let v Mariboru bilo 113 Judov. Razlika kar velika. Deloma šlo za to, ker so bili nekateri, ki so se priselili, pa niso bili zabeleženi. Deloma pa šlo zaradi tega, ker so pač uradniki šteli recimo zgolj potem, da je nekdo versko Jud ali pa recimo, da so mešani zakoni in tako naprej. No, zdaj, če gledate ostala mesta, ne, tudi Lendava in Murska Sobota, ne, ki sta sicer bili na območju Ogrske do leta 2018, ker je bila situacija Judov čisto drugačna, recimo kot na avstrijskih deželah, vidite trend padanja, ne, število se zmanjšuje. Murska Sobota iz 234 na 150, Lendava celo z 382 na 137, kar vam jasno kaže, da je to trend sicer, ne zaradi neke jugoslovanske politike, antisemitske, ampak nasplošno zaradi razmer, pa tudi zaradi tega, ker Murska Sobota pa Lendava seveda potem v tem času več niso gospodarsko propulzivni, so večja mesta, ki so bolj zanimiva in tako naprej. Ne. Ljubljana kot seveda prestolnica Dravske Banovine in dvakrat večje mesto kot Maribor, nima bistveno večjega števila Judov, pri čemer je ta recimo očitno dokaz, ne, kako so slabo delali popis ta Judov, 237 številka, ki tukaj vidite. Ne. Jaz sem šel natančno pogledati teh 138 Judov, ki bi naj 1937 leta živeli v Ljubljani, in gotovil, da je okrog 30 bilo študentov iz Poljske, ki so v začetku 30 let prišli iz Poljske, kjer je bila precej ostra antisemitska zakonodaja na področju študija. Te poseče numerus clausus. Na Poljskem so uvedli, torej v začetku 30 let, ne, da so se lahko na fakultete vpisovali Judje samo v procentu, ki so ga dejansko predstavljali prebivalstvo. Se pravi, če so bili nekaj moče 5%, v Varšavi, je samo 5% študijskih mest na medicini bilo za Jude. In seveda, ker judovsko prebivalstvo bo splošno, bolj izobraženo, medicina, taka zelo tipična zadeva, ne, ki je pač ne moreš kjerkoli študirati, je potem ena skupina teh poljskih Judov v začetku 30 let prišla v Ljubljano, ki takrat sicer ni imela popolne medicinske fakultete, ki je imela še samo dvoletno, plus to si lahko predstavljate, da pač, če so znali poljsko pa slovensko, ni čisto isto, ampak je najbrž te malo bliže, pa tudi si lahko predstavljate, da stroški študija medicine najbrž v Ljubljani niso bili tako visoki, kot bi bili recimo, ne vem, Dunaju ali pa Pragi ali pa kaj takega. No, kakorkoli, ti ljudje so najkasneje po 2 letih, ko so končali prvi pa drugi medicine, zapustili Ljubljano. In so potem šli študirati kam drugam, nekateri sigurno v Zagreb, kjer je bila popolna medicina, ne? Ampak se niso odjavili. In potem tisti birokrat, ki je to štel, ker se niso odjavili, jih je smatral za prijavljene. Ne? No in če teh 30 poljskih študentov date stran, pa še nekatere, recimo banalni primer, Josip Vidmar, prva žena njegova imela prijateljico Judinjo na Dunaju in oni so hodili na obiske k njim, ne? In pač tisti uradnik jih je zabeležil, kot da so to ljubljanski Judje. Pač birokracija je včasih res neverjetna. Ne? Potem dejansko vidite, da je celo v Mariboru bilo več Judov kot Ljubljani. Vzrok je pa seveda v tem, bomo videli nadaljevanju, ne? Da je pač Maribor bil bolj gospodarsko, industrijsko zanimivo mesto, kot je bila Ljubljana. No, naslednji slajd.
To, kar smo zdaj tukaj povedali, prikazuje malo tudi geografsko. Ne? Torej, približno polovica Judov je živela na območju Prekmurja, dva kraja z pač te malo več kot 100 Judi, ne? To sta Murska Sobota pa Prekmurje, vse skupaj na območju Prekmurja 400 pa nekaj Judov, to vse skupaj nekaj dosti, ne? V celi Sloveniji pa 800. Pri čemer je seveda trend bil takšen, da je v Prekmurju ves čas pada, v Mariboru zelo značilno, pa tudi v Ljubljani pa ves čas narašča, ampak pravne številke so vse skupaj zelo majhne, ne? Ker torej govorimo, če govorite, da je celotna slovenska skupnost judovska bila pred drugo svetovno 800, potem si lahko predstavljate, da že 8 ljudi takoj pomeni 1% ali pa kaj takega, ne? No, ni res sicer, da tudi v ostalih delih Slovenije ni bilo prisotno, recimo, najbolj nenavadno je bilo, ko sem odkril eno očeta in hči, recimo v Uzenici, na Pohorju, pod Pohorjem, ne? Ampak bila povezava logična, lesno predelovalna industrija, torej oče je bil zaposlen v Medžimurju, v Leske se je preselil tja in ker je bil ločen in je imel hči in za njeno skrbel, se je potem nazaj tja odselila in potem v 41 letih, ko je začela vojna, odšla, ne? Ampak recimo celo v Uzenici se je recimo dalo najti pač neke Jude, ne? To ni primerjave z ostalimi deli Jugoslavije. Recimo v Zagrebu je pred drugo svetovno vojno bilo 10.000 Judov, recimo v Beogradu 10.000 Judov, v Sarajevu 8.000 recimo, ne? Ampak vseeno torej ne moramo pa reči, da tega ni bilo, ne? No, ravno tudi naslednji slajd, k vprašanju, kdo je Jud, ne? Zdaj, po judovskem kriteriju je ta stvar še danes zelo jasna, ne? Za Jude je vsakdo, ki je otrok judovske matere, Jud. Zdaj, nacisti so to malo spremenili, ne? Ni samo ta ženski princip, ampak so pač šteli to oni po krvi, ne? Ker je šlo za genetsko, ne? In zato je zelo pomembno. Marsikdo je pred holokaustom, tudi med holokaustom misleno, da se bo rešil na ta način, da bo izstopil iz judovske vere, da se bo uradno proglasil za katolika, brez verca, karkoli. Ampak to ni reševalo. Namreč nacisti so potem preganjali Jude na osnovi rasnega kriterija in ne verskega kriterija. Njim se je fučkalo, če je kdo izstopil, pa tudi zaradi njih, če je vstopil v budistično vero, ne? Šlo je za to, da pač ima kri takšno in kri ne morete menjati in torej nepopravljivo pokvarjene, zato jih treba uničiti, če zelo poenostavimo, ne. No in potem so nacisti to dejansko z Nürnberškimi zakoni, ne, to zelo razdelali, ne. Kaj zdaj se zgodi, če ima od 4 starih staršev nekdo 2, 3 in vse te seveda različne stopnosti, okuženosti, ne, so seveda potem pomenili različne stopnje preganjanja, ne. In recimo tisti, ki so bili recimo tudi na slovenskem prostoru, ki so bili že mešani zakoni in tako naprej, halbjuden, ne. Mogoče niso bili direktno poslani v koncentracijske taborišče, ampak to ne pomeni, da niso bili preganjani v drugi svetovni vojni, recimo, ne, samo zato, ker so bili pač pol Jude. Celo četrt Jude so bili na koncu preganjani, ne. Teda zelo kompleksno, ne, ampak pravim, konteksta tega, tudi kar se teh statistik tiče, ne, če vi samo gledate na osnovi verske pripadnosti, kar v uradnih popisih ponavadi je bilo, ne, potem dejansko ne dobite čisto prave številke, ne. Odstopanja niso strašno velika, ne, ampak so pa takšna, da so pač, mislim, da kar nezanemarljiva. Ja, naslednji slajd. Kdo so torej bili ti Judje? 113 ni tako velika številka, da si človek ne vzeti časa, pa si natančno pogledal. Torej, po izvoru rojstva, ne, naslednji slajd, vidimo, da je sicer bila polovica takšnih, ki so se preselili iz oddaljenejših dežel, pri čemer seveda Češko, recimo Moravsko smatram že z oddaljenejšo deželo, ne. Da so bili rojeni na Mariboru ali Štajerskem, ne, je torej 26%, kar je torej četrtina, ne. Seveda pa treba poštevati, ko rečemo sosedna območja, recimo torej iz Hrvaške ali pa recimo Zalske ali pa Železne županije, ne, torej tudi iz Prekmurja recimo in pa torej to. Torej pomeni, da torej polovica približno je bila doma iz tega dela Evrope, četrtina je bila pa prav rojena v Mariboru, ne. Glede na to, da je to sicer splošno značilnost judovskega prebivalstva, da so se doselili tudi na velike razdalje, ne, no to vseeno govori o tem, da čeprav je bila seveda ta priseljenska nota močno izrazita, polovica je torej nekje dalje, ne, je pa seveda uravnotežena skoraj s temi, ki so pač tu nekje doma, ali pa prav iz Maribora doma. Zdaj, poleg tega zdaj po izvoru, ne, se postavi vprašanje, kaj so zdaj ti Judje bili, recimo, ne, bi rekli čisto poklicno, ne, naslednji slajd. Se pravi, kdo so bili Judje v predvojnem Mariboru, ne? Odgovor se glasi zelo različno, ne? Ampak en trend, ki je jasen in kaj bi bilo, če ne bilo druge svetovne vojne, sva drugo vprašanje in to recimo razlikuje tako od Ljubljane, naslednji slajd, je tekstilna industrija. Tekstilna industrija je velika, še vedno ne dovolj znana in priznana mariborska zgodba. Jaz si upam trditi, da Maribor nikoli ne bi bil to, kar je tu danes, leta 2021, če ne bi bilo tega razvoja tekstilne industrije v 20 in 30 letih. Recimo tam se dostikrat omenja, recimo v tem smislu, da je bilo pomembno. Ja, je bil tam pomemben, ampak tam je prišel potem nakladno. Da zelo poenostavim, ne, torej Maribor pred prvo svetovno vojno ni bil tipično industrijsko mesto. Imel je nekaj industrijskih obratov, najprej še bil
na koncu bo to TBT Boris Kidrič, ne, v začetku bilo to železniške delavnice z železniškim naseljem in tako naprej, ampak to ni dosti bilo, recimo, ne. Prva prava industrija v Maribor pride 1922. leta, ko postavijo prvo tekstilno tovarno na Studencih. To je tam, verjetno vsi se spomnite, kjer bi nesojeni Max bil, zdaj je samo ena velika luknja, pa seveda na srečo še ohranjene zgradbe. Namreč situacija, kakšna nastala po prvi svetovni vojni, je pravzaprav seveda po eni strani zelo tradicionalne gospodarske tokove v Srednji Evropi spremenila. Naprimer, v času Avstro-Ogrske ne smete pozabiti, da to seveda, kot rečeno, ni bilo samo ječa naroda, kot se dostikrat nepravilno še danes govori, to je bila seveda tudi velika priložnost za majhni narod in Slovenci so to v veliki meri izkoristili. Ampak, če zdaj govorimo o gospodarstvu, Habsburška monarhija, Avstro-Ogrska je bila veliki enotni gospodarski prostor. Ok, so bili problemi, ker so pač Madžari vedno nekaj pa svoje hoteli svirati, ampak vseeno, kar se tiče avstrijskih dežel, recimo, to bil predvsej povezan gospodarski prostor, ne. In če rečem zelo po domače, ne, tekstil je bil pred prvo svetovno vojno predvsem v čeških deželah. Moravska manj, Češka bolj, recimo, ne, in nobene potrebe ni bilo potem, da bi pač tekstilno industrijo imeli kje drugje, še razen pač kakih manjših obratov kje drugje, ne. No, pa je z razpadom Habsburške monarhije Avstro-Ogrske prišlo do nastanka novih držav, ki so bile dostikrat milo povedano skregane, ne. Nekatere so imeli tudi kar vojne, ne samo, da so imeli Slovenci z Avstrijci vojno, ne, tudi recimo Madžari pa Avstrijci so imeli vojno za to, kar je danes Gradiščansko, ne. No, to je vsaka primera pomenila, da tri odnosi med temi državami niso bili idealni, ne. Tudi v gospodarskem smislu, ne. Je bilo pa seveda čisto, mislim, če pustimo zdaj strani to veliko nacionalno politiko in tako naprej, pa je bilo seveda čisto praktično, ne. Da neka tovarna, ne, na severu Češke, recimo konkretno, ki je, torej, ko je bila Avstro-Ogrska, ne, kamot lahko prodala recimo svojo robo na Štajersko, brez nekih vmesnih carin, brez nekih postopkov, se je zdaj znašla v zagati. Torej, zdaj je naenkrat bila na Češko-Slovaškem, morala je, torej, če je hotela robo poslati na Štajersko, je morala torej dve meji prečkati, ne Češko-Slovaško, Avstrijsko, Jugoslovansko, ne, z vsemi možnimi težavami, dodatnimi stroški in še marsikaj drugega, ne, ob tem, da je pač vsaka država pa tudi varovala svoje gospodarstvo. In tako se je recimo izkazalo, ne, konkretno, ne, sicer najbolj podjetnih in sicer največjih teh tekstilnih industrialcev severne Češke, pisal se je Doktor, njegova firma pa je bila Doktor and Company, Doktor in drug po tem slovenskem prevodu, je enostavno se zdelo bolj pametno, kot da zdaj po teh zamudnih postopkih pošiljajo robo recimo v Jugoslavijo, ne, da pač tovarno naredijo v Jugoslaviji. In najbrž ne samo zaradi tega, ker je bilo prvo mesto čez mejo, ne, še kaj drugega, recimo znanje jezika, verjetno ni bilo nepomembno, so se odločili to v Mariboru. Mestne oblasti so takoj zagrabile to priložnost in tako je nastala torej ta prva firma. Imenovala se je torej v Mariboru Doktor in drug. Torej, kot rečeno, doktor je se človek res pisal doktor in je bil Jud, češki Jud. Drug je bil pa njegov zet, ki je pa res bil doktor znanosti, on se pa pisal Cuker. No in potem v obeh primerih seveda precej nenavadni priimki, no seveda oba sta bila Juda. Tale doktor Cuker je bil sicer konkretno kemik, ne. Zdaj vem, zakaj je to zelo pomembno tudi za razvoj. Namreč imate vse tako neko kemijsko obdelavo, barvanje, tekstil in torej bil zelo podjeten. Sta bila pa to seveda velika gospoda, ki tudi nista kdo z Mariboru živela, ne. Čeprav ta doktor Cuker se pojavlja, recimo občasno je živel po leto, dve in tako naprej, vodil posle, ne. Tako da konkretno recimo ta tovarna je bila definitivno prva, ni bila pa nikakor ne zadnja. In Studenci, kot veste, ne, niso bili edino območje, kjer je bila tekstilna industrija. Najbolj tipično, ne, predvsem zaradi hutra, potem znana zgodba je seveda Melje. Zdaj, medtem ko sem to razlagal, se je seveda pojavila torej fotografija najprej Melja, kakšna je bila konec 20. let, pa vidite Melje, kakšno je bilo konec 30. let, približno tiste točke je fotografiral in vidite zelo očitno razliko. Prvo kot prvo. Huter ni postavil prve tekstilne tovarne v Mariboru sploh, ne, to smo slišali, je bil Doktor in drug. In tudi konkretno, ne, v Melju ni postavil prve tekstilne tovarne. Prve tekstilne tovarno sta postavila dva Juda, spet Löbl, kasneje je pisal Larič, in pa njegov partner, ki je pa zelo hitro izstopil. Ob koncu je potem sicer ta Löbl postal družabnik potem naslednjega zelo pomembnega Juda Marka Roznera, ki pa medtem tri tovarne zgradil, ki so tako vidite pojavile, ne. Medtem ko pa Löblovo tovarno je pa kupil spet en Jud, ki se je pisal Mautner. In vse tisti, ki ste starejši, se verjetno spomnite, da tako se je pogovorno NTT-o, tiste glavni delo reklo včasih, da se še danes reče Hutrova tovarna, samo v nadaljevanju, ne, torej reklo, zato ker je bil zadnji lastnik pri drugo stanovno Mautnerova tovarna in tudi Roznerova tovarna se je vse pogovorno ohranila, ne. Zdaj, zakaj je bilo to tako pomembno, ne? Tekstilna industrija je seveda bila očitno takrat dobičkonosna, ne. To se tudi jasno vidi potem, da ne glede, da je bila velika gospodarska kriza v svetovnem merilu, ne, 1929, začetek 30 let, ki je Jugoslavijo zelo močno prizadela, Maribor, po mojem mnenju, koliko jaz lahko razberem, očitno ni toliko prizadela, ne.
Eden iz vzrokov je bil, ker je imel zelo propulzivno, zelo hitro razvijajočo se tekstilno industrijo. Tudi Hutar, če samo pač najbolj znani primer povemo, ni začel kar kot podjetnik. On je recimo isto kot Rozner najprej imel manufakturo, prodaja torej tekstilna veliko, zaslužil veliko kapitala, dobil tu kapital in z tega potem postopoma, ne čez noč, naredil na koncu tovarno, ki je imela 1500 zaposlenih recimo. Ampak to je bilo res, da so ves čas vlagali v razvoj, v znanje, in pri Rozneru isto, torej z ene tovarne, druga tovarna, tretja tovarna, in potem se že seli v Beograd in tako naprej. Mislim, karkoli, kar bi danes govorili, so samo pobožne želje, da bi Maribor se kaj takle zgodilo. V vsakem primeru pa bi jaz opozoril še en sociološki moment, ki je tukaj. Zaposlitev, redna zaposlitev je seveda zagotovo v sociološkem smislu emancipacije ljudi kot takih, da več niso samo kmetje, zelo pomembna. Zdaj, tekstilna industrija pa tradicionalno, kot vemo, v veliki meri zaposluje žensko delovno silo, kar pred drugo svetovno vojno, verjamete mi, ni bilo ravno pogosto. To pomeni, da seveda v Mariboru smo dobili na ta način, se pravi, ne samo zdaj pomenega zaposlovalca kot takšnega, ampak pomenega zaposlovalca žensk. Kaj to sociološko pomeni? Kaj to pomeni recimo za razvoj? Se zelo jasno vidi, lahko spet tečem iz prve roke, ko sem jaz opazoval recimo, kako se recimo dviguje vpis na recimo ne klasično gimnazijo, ampak realko pred koncem naše prve gimnazije. Ko vidite, recimo, koliko ljudi vpisuje v 20 letih, koliko pa v 30 letih. Ta razvoj mimo grede na koncu pripravlja tega, da se mariborska realka, današnja prva gimnazija, potem pred drugo svetovno vojno mora razdeliti na dve, na prvo pa na drugo gimnazijo. Zaradi tega takrat imamo naprej Maribor pa prvo pa drugo gimnazijo, ker enostavno je bilo toliko ljudi, ki so začeli se vpisovati. In zdaj realka je tipična recimo šola, ki seveda daje gimnazijsko izobrazbo, ne tisto kot klasična, ki je bolj seveda humanistično, za medicino, duhovnike in tako naprej, ampak bolj neke take zadeve. In zdaj ljudje, ki v starih časih, ker bi mogoče samo eno plačo imeli recimo, ne bi niti mogli pomisliti, da bi otroke v šolo poslali, zdaj, ko se ženske tudi zaposlijo, ima enkrat dve plači, in to zato seveda pomeni ne samo, da oni zdaj boljše jejo, pa se boljše oblačijo, ampak da možnost, da se otroci, ki v starih časih niti pod razno ne bi šli drugače kot kaj druge, kot v ljudsko šolo, lahko šolajo naprej. Teda, upam, da sem zdaj kratko, ampak dovolj jasno pojasnil, da torej z tega vidika, ja in tam in vse, kar bo naprej pomeni, ampak tu se mi zdi en taki osnovni preskok, ki ga je Maribor naredil in potem vse, kar imamo do danes, iz tega sledi. No in ravno povezavi s tem, zdaj se videli, da sem kupico nekih judovskih imen omenil, ampak to nikako niso vsi. Torej, v tem tekstilnem razvoju je bilo povezane vsaj še nekaj priseljencev, ki so bili takšni, da niso bili ravno direktorje, pa lastniki firm. Ker vedno, ko imate neki dejavnost gospodarsko, seveda rabite poleg lastnikov kapitala direktorov, oni srednji sloj, ki je zelo pomemben, mojstri ste temu včasih rekli, ker navadno delavce še dobite, ampak mojstre pa ne dobite. Recimo, tukaj gledate potem, recimo, tu, kdo so bili ti Judje. Pred drugo svetovno vojno v Mariboru vidite, da so bili tudi, recimo, ta srednji sloj, neki mojstri, recimo, ali pa neki vodje obratov in podobne zadeve. Naprej. Zdaj, en taki dober dokaz, da pa seveda tekstilna industrija ni vse, je pa seveda Rotary klub, to je fotografija prvega Rotary kluba v Sloveniji, katerega dedič je obojen, vezni člen, kot veste, je bil Leon Štukl. Prikaz je seveda enega izmed zvarovanj v takratni Kazinski dvorani, torej SNG Maribor današnje. Na tej fotografiji vidite Josipa Rosenberga, poleg Roznera, ki je bil tudi član Rotary kluba, drugi rotarijanec, ki je bil Jud mariborski. On je bil tudi precej podjeten, ampak ne tekstilni industriji. Konkretno, on je bil lastnik, potem je bil pa solastnik tega, kar je tovarna Zlatorog danes. Poleg tega je bil solastnik pa direktor tega, kar je danes Sladkogorska, pa to še ni vse. Imel je še drevesnico, pa imel je prevozno firmo. Vse skupaj pa temeljilo, ker on tudi že pred prvo svetovno vojno v Mariboru, ker je imel parni mlin za žito. Če imate pekarno, nekoč vojašnica, danes alternativni center, tista stavba zraven, to je Rosenbergov mlin, to je ta človek. No in seveda, kot taki podjetni na vsaj 5 različnih gospodarskih območjih prisotni človek, je bil, lahko si predstavljate, zagotovo med bolj znanimi rotarijanci. Imel ženo, tu vidite na sliki, vojno sta sicer preživela, ampak potem za njima zgine sled. Preživela sta pa na ta način, da sta bila pregnana sicer s Slovenci v NDH, njimi niso mi jasne podrobnosti, pač našel sem samo to, da je pač očitno celo vojno preživel v Banja Luki nekje v okolici, je pa v vsakem primeru to zanimiva zgodba. Tudi zaradi tega pravim še enkrat, ker redko da naletite nekoga, ki ima torej 5 tak različnih dejavnosti, kot je tale imel recimo.
kar nam spet dokazuje, da čeprav je tekstilna industrija pomembna, je še kaj drugega zraven. Naprej. Zdaj, v družbenem smislu, šport je zagotovo neka zadeva, ki mislim, da je imela predvojne Mariboru malo drugačen vpliv kot danes. Danes je to res množično, pa seveda neki denarji se obračajo v športu, pa tak naprej, ali pa naj bi se vsaj. V tem času to ni bilo tako. Daleč tega ni bilo množično, malo je bilo tudi recimo državno pogojeno, Sokoli in take zadeve. Ampak v vsakem primeru je pomenilo torej neko dejavnost tudi, ki pač ni bila, bi rekli, za vsakogar. Torej delavci se običajno niso toliko športov ukvarjali kot neki malo srednji ali pa višji sloj. To se zelo jasno tudi vidi, če recimo pogledate, recimo, kdo so bili vidnejši člani recimo predvojnih klubov. Recimo, no in zakaj je recimo veliko teh športnikov potem bilo zelo hitro v odporniškem gibanju, recimo, ki so bili nacionalno opredeljeni, ki so bili politično aktivni in tako naprej. No, ena iz posledic tega je, da recimo imate pred še vedno stoječo zgradbo Branika, spominsko obeležje, kjer so navedeni športniki predvojnega Branika, ki so padli v drugi svetovni vojni. Na tem sicer nekaj 10 imen obsegajočem spomeniku so 3 Judje, ki so torej vsi 3 bili v neki fazi aktivni športniki Branika in zato so njihova imena zabeležena. Družina Auš je sicer imela dvorec Pragersko, so pa sicer živeli konkretno v Mariboru. Potem je bil sicer tehnično pol Jud, ker je mati bila Judinja, sin Klare Kukovec, rojene doktor, tudi ona se je doktor pisala, pa še res je bila doktor, to je doktor Robert Kukovec, potem partizanski zdravnik, tik pred koncem vojne je padel. Mogoče tisti, ki ste iz Radvanja, celo veste, da recimo obstaja ulica Roberta Kukovca, to je ta. In pa še en Mandil, ki je pa prišel iz Niša in je bil predstavnik tobačnega monopola, neka služba državna, ki pa je potem izgubil življenje, potem domače Niše, potem, ko je po začetku vojne se vrnil domače Niš. Torej, 3 od recimo 40 imen, mislim, da bi rekel, da je to zaravno blazno dosti, ampak če ste vi prisotni v takih, bi rekli, elitistični, ampak vseeno to ni čisto za vsako, ampak v vsakem primeru recimo nekaj, kar je sestavni del družbe, potem mogoče se neka zaprta manjšina, vase zavarovani, ampak se sestavni del takratne družbe. In še en dokaz, gremo naprej. Sestava prebivalstva te skupnosti mariborske judovske je bila v veliki meri, če bi rekli, demografsko ugodna. To je v veliki meri šlo za mlajše ljudi, ki so imeli otroke v Mariboru, torej rodili so se otroci v Mariboru, tudi če niso se preselili. In v neki fazi konkretno, ker smo pač prej začeli zgodbo z prvo gimnazijo Maribor, pa z nekdanjim dijakom Rudolfom Konštanom, je recimo bilo na tej gimnaziji nič manj kot recimo 10 dijakov. Od sicer, se je nekaj blazna številka na vrhuncu razvoja 1500 dijakov. Če moram pojasniti, da realna gimnazija zgleda 8-letna, to po naši logiki je višja osnovna šola, pa današnja srednja šola. Po drugi strani pa seveda, ko smo za to spominsko ploščo govorili, recimo, ugotovil sem, da je ta Rudolf Konštan namenjen, ampak recimo tale Bök, ko se je pisal, recimo 1933 zelo tipično pride iz Dunaja, tukaj dočaka začetek druge svetovne vojne, 1941. leta, z družino se umaknejo v Novo mesto, kjer naredi potem 8. razred in je napisal med maturanti novomeške gimnazije in je potem bil celo v Gonarsu, v taborišču, izpuščen iz Gonarsa, se pridruži partizanov in pade. To je nobene spektakularne zgodbe. No, recimo njegovo ime konkretno manjka na tem spominski plošči. In tudi Novo mesto še nekako niso čisto dojeli, da ga imajo. Je pa zanimivo, da imajo pa njegovo fotografijo, ta fotografija v muzeju. Zanimiv muzej, če se da Dolenjske. Dolenjske nima specializiranega muzeja za drugo svetovno vojno, ampak je zelo obsežno posvečeno torej drugi svetovni vojni, tudi ker pač so neke zadeve zelo pomembne, se bližini zgodile, baza 20, Kočevski rok in podobne zadeve. No in centralni del tega muzeja Dolenjskega posvečenega drugi svetovni vojni je ogromni spomenik imen. In imajo pač po nekem kriteriju pač imena in kjerkoli je možno je fotografija zraven. Teda recimo za teh spomenikov, kot je recimo ta spominska plošča, konkretno v prvi gimnaziji Maribor, ker smo rekli, da vedno problem, kdo za tem je, recimo tam imate takoj fotografijo in tam sem s to fotografijo potem našel. No, glavnem, kaj vidimo? Se pravi, gre za gospodarsko, bi rekli, zelo aktivno, pa seveda demografsko zelo mlado prebivalstvo. Kaj bi bilo, če bi bilo? Če ne bilo druge svetovne vojne, seveda je bila, zgodovino se ne ukvarjamo s tem, kaj bi bilo, če bi bilo, ker je že zadosti dela s tem, kaj je bilo. Ampak samo kot dokaz, da torej definitivno ta skupnost je omembe vredna, ni bila nikoli strašno številčna, vsakem primeru pa, če zdaj spet se vrnemo v izhodišče, precej opazna. Za nadaljevanje sem izbral namenoma 3 zgodbe, 3 družin oziroma 3 oseb, ki še vedno živijo, vsaj upam, da še, ki bodo na ta način seveda popeljali v svoje otroštvo v Mariboru.
Naslednji slajd. Prva je Lidija Rozner, kasneje poročena Busti, rojena 228 let v Mariboru. Naslov njenega, bi rekli, poglavja, ko boste videli, zakaj je slika v Novari, kjer ona danes živi. Gremo naprej. To je njena družina, Marko Rozner, mama, ona in pa brat. Torej, Marko Rozner se je pred drugo svetovno vojno preselil k svojemu starejšemu bratu in potem po prvi svetovni vojni je oblikoval družino. Malo podobna pot kot Hutar, ne? Torej imel je potem manufakturo, obogatel s tem, naredil prvo tovarno, drugo tovarno, tretjo tovarno, ne? In nesporno so bili ti Roznerji, kot rečeno, ne, v bistvu ena izmed ključnih osebnosti, sploh mariborske zgodovine pred drugo svetovno vojno. Ne. Jaz sem pač, ko sem gledal te stare časopise, recimo, ne, rekli, če imate na eni strani časopisa Hutra omenjenega, imate na drugi strani Roznera omenjenega. Zdaj, kot Rover Mariborčan lahko povem, da recimo Hutar nikoli ni čisto izginil iz zavesti Mariborčana. Čeprav seveda pretekli desetletji se kaj dosti o tem uradno na tem ni govorilo, ampak neuradno je vedno ostal prisoten. Za Roznera pa res razen, bi rekli, tisti, ki so moči kakšno tekstilno industrijo, kaj takega, jaz nisem nikoli slišal. Recimo, jaz tudi pravzaprav do tega Roznera nisem slišal, dokaj sem se začel s tem ukvarjati. No, zdaj konkretno, zakaj je slika iz Novare? Družina je 27. marca 1941 zapustila Maribor, naslednji diapozitiv, in seboj so vzeli bolj malo stvari. Edina taka, bi rekli, spominska stvar je to, ko so pač imeli na steni v domačem stanovanju. To je sicer upodobitev teh Roznerjih tovarn. Stavbe še vedno stojijo. Bodite pozorni na tole zgradbo, ki je najbolj ambiciozna. To je konkretno poslovna zgradba. Arhitekt Dev jo je delal. To je sicer arhitekt, ki je zelo znan, mariborski arhitekt pred drugo svetovno vojno in je soavtor Hutarjevega bloka. Ne. Zdaj ostalo sicer, mogoče, zdaj zgleda, to je malo tako pač ta projekcija, ne. Simbolika je pa seveda to, da je pravzaprav tej Lidiji Rozner, oziroma družini Rozner, vse ostalo, kar jim je ostalo iz Maribora. Ne. Tovarne seveda so še, ampak ni njihova lastnina, ne. Oziroma vsega tega velike zgodbe, ne, je pravzaprav ta slika ostala. Ne. No, zdaj, ko smo o tej zgradbi govorili, naprednji slajd, jo vidimo tukaj, z zadnje strani, ne. Do nedavnega je bilo to čisto razsuto. Ne. Zdaj se pa zgodilo, sem opazil, nedavno je to kupila dentistična klinika. Niso se čisto držali, kot bi se rekli, spomeniško-varstvenih kriterijev, ne, da so kar malo modernizirali zadeve pa tako naprej. Ampak jaz sem že mislil najprej, da bo ta zgradba se porušila sama v sebe, ne, ampak zdaj končno imamo neko življenje, čisto neko drugo. Mogoče ne bi bilo slabo to dentistično kliniko v priložnosti omeniti, da bi se zavedali pravzaprav, kako pomembni mariborski zgradbi tukaj so. No, tukaj je Lidija konkretno s svojim bratom, psom in pa bratrancem, ki je vid svojo družino bil v Beogradu, konkretno na eni izmed fotografij. Ne. Drugače pa Marko Rozner je seveda bil definitivno bogat. Naslednji slajd. Potem, ko je seveda pač obogatel, si je kupil tole vilo. Ta vila je nekoč stala, to je bila najbolj elitna mariborska vila, verjetno, Kopitarjeva 11. Če imate predstavo, danes tam ni nič. To ni park, ki je danes pred srednjo ekonomsko šolo, če se predstavljate, tam, ko je za Kidičevim spomenikom. Ne. Torej, to je tisti vrt, ki je današnji park. Meni samo Lidija Rozner ravno razmišljala, ne, potem, ko je pač bila na obisku večkrat, ne, če se drevesa, če sta še vedno ista drevesa, ko so bila v tem parku. Zakaj vile več ni? Torej, območje okrog kolodvora, ne, to je pri kolodvoru, ne, je bilo močno bombardirano med drugo svetovno vojno, ne, marsikaj je bilo uničeno, marsikaj je bilo pa precej porušeno. Ne, in to je bila ena izmed hiš, ki ni bila čisto uničena, ampak so se potem odločili, da porušijo, tudi zaradi tega jim fizično nič ni ostalo. Ampak je bila torej ta vila definitivno, torej Roznerova, ne, mogoče najbolj prestižna hiša, kaj je bila v takratnem Mariboru. Fotografija iz vrta, ne, torej Lidija z bratom in pa nadaljevanje zgodbe dva brata Löbl, oziroma Larič, ne, partnerji, pač neko precej idilično otroštvo deluje to naprej. Seveda, Rozner je bil podjetnik, kot je bil marsikdo takrat, seveda je bil takrat kapitalizem, ampak najmanj kar lahko o njem rečemo in imamo vrsto pričevanj, ki o tem govorijo, da je bil socialno čuteči podjetnik. Ne. Zdaj, podobno kot Hutar. Ne. Zdaj, seveda nedolgo bo demagoško takoj rekel, ja, to so delali zato, da so imeli profit. Ja, načeloma ljudje delajo, da imajo profit. Ne. Pa, če se ta profit ustvarja s tem, da so še potem kdo drugi ima profit, ne samo en, je verjetno toliko boljše. Ne. In torej, a je bilo to demagoško ali ni bilo demagoško? Mislim, to lahko debatiramo do nezavesti, pa ne. Ampak bili so ljudje, ki tega niso počeli, recimo, ne. Bili so pa ljudje, ki so to počeli. Ne. No, tu imate recimo en primer, ko se to vidi, pač, koliko so bili njegovi delavci zadovoljni. Ne. In to je meni res malo manjkajoče, glede na to, da je pač, hvala Bogu, Hutar upravičeno rehabilitiran postal. Ne.
da bi torej vsaj po tej logiki moral biti za moje pojme v neki širši zavesti isto Rozner, ne? Ker ni bistveno drugačen, nista imela, če rečete, poslovnega modela. Ne? Tudi detalj, ko je bila tista velika stavka leta 1935, ne, se ponavadi reče, da so Hutterovi delavci niso stavkali, ker jim je dal Hutter dopust. Se pa zdaj pa reči, da tudi Roznerjevi delavci niso stavkali, ker jim je Rozner dal dopust. Ne. Ne trdim, da gre za antisemitizem, da so Roznera za nalaš izpustili, ampak gre pač verjetno za pač malo površnost, kar se tudi zgodovino včasih zgodi. Zdaj, kar se tiče samih teh socialnih in podobnih zadev, bi lahko zapravim še enkrat o teh delavcih govoril in tako naprej, ampak je ena zadeva, kjer ga Hutter ne dosega. To je pa, da je Rozner bil tudi sicer drugače, v bistvu bi rekli, zelo opazen dobrotnik marsičesa. Naprimer, v tovarni Roznerjevi, poleg da so imeli delavci dobre plače, da so dobili dopust, da so lahko stavkali in tako naprej, je bil tudi otroški vrtec. Nisem slišal, da bi bilo pri Hutterju to. Zdaj slišali smo, da je v tekstilni industriji delovna sila pretežno so ženske. V stari Jugoslaviji, da se ženska zaposli, si lahko predstavljate samo po sebi nekaj zelo velikega. In seveda otroci v stari Jugoslaviji ni bil vrtec tako danes, ne? Še danes je to lahko problem. Ne? Ampak se morate si predstavljati, da on torej poskrbel, da so njegove delavke imele torej znotraj tovarne rešene, torej tam problem z tem, da imajo otroke v času, ko delajo. Spet ne rekel demagogija, ampak spet, če je to taka demagogija, zakaj pa te drugi niso tega delali? Ne? Mislim, meni zmaga sicer, kar se tega odnosov delavcev tiče, ta podatek, ne, da je v okviru tovarne Roznerjeve bil bazen za rekreacijo delavcev in njihovih družin. Se pravi, pač dan slišite recimo, da je Microsoft, ne vem, za zabavo svojih delavcev, ne vem, Flipper ali kaj so jim postavili. Slišali smo tudi za kakšne, da recimo imajo kje, da se sprostijo delavci, mogoče kakšen biljard ali pa kaj takega. Ne? Mislim, to z bazenom nekako meni deluje tako precej originalno. Ta bazen je sicer potem v okviru tovarne, ne, NTT še delal, tam nekje 80 letih so vsaj se nekateri še kopali, ne, teda tudi to ni neka izmišljena zgodba. Ne. Taki dodaten dokaz, ne, kdo je Rozner bil, je podatek leta 1938. Je on konkretno, ne, v relativno kratkem času, dve veliki donaciji naredil. 1938. leta nam je začela delovati Akademija znanosti in umetnosti, to je današnja Slovenska akademija znanosti in umetnosti. In prvi donator, tako nacionalno pomembne institucije, kot je bila, takrat se ni smela še imeti slovenska, ne, danes Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je bil Jud iz Maribora. On ni bil rojen v Mariboru, on je prišel v Maribor prosto na vojno, je pa seveda kot Mariborčan, kot prebivalec Dravske Banovine, Slovenije, takratne, ne, seveda čutil nekaj do tega. Ne. Isto vsoto denarja, 100.000 takratnih dinarov, je pa torej kmalu zatem podaril še v takrat ustanovljeni pokojninski sklad za svoje delavce. V stari Jugoslaviji spet, ne moramo reči, da ni bilo socialnega varstva, ne. Ampak to ni bilo tako danes, kot je to samo po sebi imevno. Ne. Zdaj, če bi rekli zelo preprosto, rekli, ne, veliko temeljilo torej na tem predvsem tretjem stebru, ne, torej kar so ljudje sami vplačevali v zavarovanje za penzijo in tako naprej. In v praksi je seveda to ljudje, ki pač nima strašno velikih dohodkov, pomenilo seveda veliki problem. Ne. In seveda on je torej ustanovil pokojninski sklad za svoje delavce, s tem, da je vložil kapital. Pri čemer seveda ne smete, pa on je lastnik tega bil, ne tako, da je nekdo kot nas direktor, pa pač da od firme to recimo to zadevo. Ne. Zdaj, koliko je ta denar bil, ne? 100.000 dinarov, ne? To je tako bilo, recimo, niti ni bilo tako malo, ne? Za ta denar sicer, recimo, pač ko gledamo, ne, bi se dalo kupiti dvonadstropno hišo, recimo, približno tam, kjer je danes Titov most, če se predstavljate, ne? Se je takrat podalo za 400.000 dinarov, ne? Se pravi, to je bilo 2x po 10.000, to je pol te dvonadstropne hiše, ne? Zdaj na take lokacije, kot je danes Narodnega doma, če se predstavljate, ne, to, takrat ne Mariboru, ne, pa zdaj si mislite, koliko bi za ta denar dobili, ne? In to je bila donacija. Teda v tem smislu, ne, jaz nisem nobenega takega podatka zasledil recimo za Huttera. Hutter, recimo, ko je gradil Hutterov blok, ne, to se je slišalo, ni bilo socialno mišljeno, to je bilo za prodajo na trgu. Tudi Hutterovo naselje, ne, ni bilo čisto, kako bi to rekli, podarjeno, ne. Pri Rozneru vidite neke zadeve, ki so pač dejansko donacije. Seveda je bilo potem, ne da rekel, preračunljivo, ljudje so zadovoljni, ampak za božjo voljo, kaj je lahko boljšega, kot če ste lastnik firme, da so ljudje zadovoljni. Mislim, da boljšega variante za uspeh ni, ne. Mogoče najbolj pomembno vsega pa je, naslednji slajd, Rozner je pred drugo svetovno vojno se zelo aktivno začel ukvarjati z problemom, ki sem ga že prej napovedal. In sicer od 1935 leta najkasneje se pojavi problem, če dalje bolj številnih judovskih beguncev iz nacistične Nemčije. Od leta 1938 pa ta nacistična Nemčija tako meže na Jugoslavijo. Po Anschlussu, ne, meja nacistične Nemčije na Šentilju. Ne. In če dalje več judov, ne za samo več iz Nemčije, pač pa tudi iz Avstrije in kmalu potem tudi iz Češke, poskuša legalno ali pa ilegalno priti v Jugoslavijo.
Zdaj, Jugoslavija, kot sem prej povedal, ne, ni imela strašno negativne politike do Judov, ni pa imela strašno pozitivne. In načeloma, v večini primerov, tudi če so ilegalno prišli čez mejo, jih niso vračali. Zdaj, v praksi je to pomenilo, seveda, da ti ljudje, če jih niso vrnili nazaj čez mejo, ne, torej nacistično Nemčijo, so zelo verjetno potem uspeli preživeti drugo svetovno vojno, po različnih poteh, različno kamorkoli. Koliko je bilo teh ljudi? Vemo zaradi tega, ker je ta gospod, ki jo tukaj vidite, fotografija je zelo znamenita sicer, Aleksander Klein se je pisal, ko je bil v Zagrebu oziroma v Jugoslaviji, on je bil tajnik židovske občine Zagreb, sicer pa vodja komisije, ki je sprejemala judovske begunce. Zagreb je bilo pomembno veliko jugoslovansko mesto z močno judovsko skupnostjo. Torej, on je potem seveda v času Eichmannovega procesa bil glavna priča za holokaust na območju Jugoslavije. In tukaj konkretno kaže na Eichmannovem procesu znak, ki ga on pač moral nositi kot Jud, recimo v NDHZ, to je ta detalj. No, ampak ta isti človek je v ene izmed publikacij leta 1969, to je v letu, ko je Marko Rozner umrl, napisal citirane besede Marko Roznera. No in od njega vemo, torej od Aleksandra Kleina, da je torej preko tega odbora komisije zagrebške prišlo okrog 55.000 judovskih beguncev iz Nemčije, iz Avstrije, iz Češke v takratno Jugoslavijo. Večina od teh, okrog 50.000 jih je vojno preživela, okrog 5.000 jih je obtičalo ob začetku vojne in večina teh je umrla. Tudi jasno pove, da torej so izjemno stvar naredili. Čez katero mejo je večina teh beguncev prišla, da jih je lahko ta odbor v Zagrebu zabeležil? Odgovor je jasen. Čez jugoslovansko-avstrijsko mejo. Čez kateri del jugoslovansko-avstrijske meje pa večina spet? Odgovor je jasen. Okrog Maribora. Prej že zaradi tega, ker je pač geografsko najbolj logično Dunaj, Gradec, južna železnica, tudi je lažje prečkati ilegalno mejo, recimo nekje na Kozjaku, v Karavankah ali pa kaj podobnega. In še en pomemben dodatek je, glavni organizator tega švercanja čez mejo je bil na jugoslovanski strani Marko Rozner. Meje denar, meje vpliv, meje veze, pa seveda želel je te stvari delati. Koliko ljudi je Marko Rozner na ta način rešil, težko rečemo natančno, ampak verjetno gre številke 10.000 ali pa kaj podobnega. Ti ljudje ne bi vojne preživeli, če ne bi bilo vsega tega. Najbolj znana skupina, tik pred napadom na Jugoslavijo, skupina deklic iz Begunk, zajeta na meji, Uroš Žun, slovenski pravičnik, ki jih sicer reši pred tem, da se jih vrne nazaj čez mejo, ampak za njih je potem tot naprej poskrbel isti Marko Rozner. Zdaj, ali je Marko Rozner direktno sodeloval z Urošem Žunom, ne morem točno trditi, ampak zelo verjetno pa je. Samo en primer. Oziroma, ko govorimo o Rozneru, torej gre za res večplastno, večfunkcijsko osebnost, in na vseh straneh moramo reči, da je pač naredil nekaj izjemno pomembne stvari. Zdaj, naslednja družina, o kateri bomo govorili, je družina Löbl, Larič. Njen pričevalec je Pavel, danes je Paul Larič, živi v New Yorku. Maribor Remembered je naslov knjige, ki je v 80 letih napisal svojih spominov o Mariboru pred drugo svetovno vojno. Zdaj, če gremo na prednji slajd, torej na njegov prvi fotografiji je tole, to je kot dojenček, to je njegov starejši brat, to je pa njegov babica, tisto zadaj, kar vidite, pa je prva tekstilna tovarna v Melju, ki je stala torej pred Hutrovo. In njegov oče je torej bil zagotovo torej eden izmed ključnih, torej rekli gibalcev tega tekstilnega razmaha, ki je bil torej v Mariboru pred drugo svetovno vojno. Sam seveda moram reči, da je seveda izjemno duhovit človek, izjemno zanimiv. Torej, ko sem prišel v stik z njim, sicer samo prek elektronske pošte, sem seveda pisal v angleščini, ampak potem tako začel v slovenščini. Pravzaprav neverjetno je bilo, koliko recimo njemu ali pa tudi Lidiji Rozner, pa tudi nadaljevanje, ko smo slišali recimo tem ljudem po vseh teh letih meni slovenščina. Ti ljudje so živeli pred drugo svetovno vojno res iz Maribora, ampak dejansko so zelo kratek čas govorili slovensko, ampak vseeno to je jezik, ki jih je podzavestno, zavestno, recimo v neko pač prijetno mladost, otroštvo, in po tolikih letih, se lahko predstavljate, ta Larič je sicer vsaka toliko časa potem govoril slovensko, ker je pač prišel večkrat na obisk v Maribor, ampak v New Yorku sigurno večino časa ne govori slovensko, ampak on prav vztraja na tem, da govori o tem. In tudi sama knjiga, moram priznati, da pravzaprav mi je bila veliko doživetje. Jaz sem si mislil, da je bolj faktografija, ampak on ima kar tako malo, bi rekli, romaneskne popadke, dač pa izjemno zgovoren, duhovit človek, ni kaj. Dalje. No, tole je fotografija njegova iz osnovnošolskih let. Obiskoval je Vadnico. Vadnica je šola, ki ni to, kar danes Martičiča mislimo Vadnica. Danes se reče Vadnica v osnovni šoli Prežiho-Voranc, ker je zraven pedagoške gimnazije. V stari Jugoslaviji je bila Vadnica, to, kar je danes osnovna šola Bojan Ilih, ker je bila zraven učiteljišča, tam je bilo staro učiteljišče. Vadnica se je rekla zaradi tega, ker je bila to šola, na kateri so potem opravljali prakso
bodoči učitelji, ne, kar pomeni, da so imeli zraven vadnico, se to reče. Ne. Praviloma pa je veljalo, da je pač vadnica najboljša šola. Zdaj, ja, današnji Bojan Ilih je ali ni, to ne prepuščam, ampak v vsakem primeru, ko se pogleda, recimo, recimo Vrišer, Sergij pokojni, je tudi recimo izjemne spomine v Mariboru, te stvari tako zelo jasno postavi. No, tu je on recimo konkretno s svojimi sošolci in vsaj dva sta taka, recimo, da sta predvsej znani personi mariborski, se pravi 2, 4, 6, 7, to je Larič, ne, tole je pa Angelos Baš. Angelos Baš, sin Franja Baša, marsikaj pomembnega zaslužnega Mariborčana, žal že pokojni, na starosta slovenskih etnologov, no in z njim je torej ta Larič potem še vsa leta do pač Angelosove smrti imel stike. Tale tu zgoraj en, se pravi četrti iz leve zgoraj, 2-4 je pa Vitja Rode. No in Vitja Rode je bil zadnji še živeči sošolec od Pavla Lariča. 2020 je umrl, verjetno se ga vse starejši spomnite, da je bil to eden mariborskih županov, sicer pa dolgoletni direktor Dravskih elektrarn, pa marsikaj drugega še recimo. No, s vsemi temi ljudmi je imel stike, tukaj so bili še pač živi. Zdaj moram pa sicer povedati, da z Laričem jaz tudi zdaj že več kot leto dni nimam stika. Tako da bojim se, da pač glede na čase se je tudi njegova življenjska pot iztekla. Glavnem, nisem sicer, pač, ko sem preveril, če kakva smrtnica ali kaj take, ampak glavnem ne javlja se mi več. Teda, jaz ga sicer pišem še, kot da je še živ, upam, da je še živ, ampak žal, nisem pa čisto prepričan. No, naslednja fotografija, tudi njegovo otroštvo, marsikatero je bilo v smislu idealno, to spet ta fotografija, ki smo že prej videli, recimo, zdi se mi, da je malo bil zaljubljen v Lidijo Rozner, ker vedno, ko je o njej govoril, je pač vedno poudaril, kako je bila lepa in kako so se fajn imeli. No, življenjska pota se je pač odnesla na različne konce sveta, teda karkoli že bi bilo, ni bilo naprej. Tole je pa zanimiv dokument. On je bil eden izmed dijakov, nekaj sem jaz zataknil. Eden izmed dijakov, ki je bil prekomandovan na drugo gimnazijo. Druga gimnazija, ker je postala pač prevelika, smo slišali, je potem prva realna gimnazija, ki je postala prevelika, bila razdeljena 1938. leta in on je potem bil med tistimi, ki so bili določeni za drugo gimnazijo. Slišimo? Ok. No, tu so recimo potem njegove ocene razvidne, njegova fotografija z dijaške knjižnice in pa recimo simpatični vpis, tako so to v starih časih reševali, pač povejte mu, naj neha klepetati. Drugače je bil pa zelo dober dijak in pač ena izmed takih, bi rekli, dokazov, koliko me ta Maribor pomenil, je to, da mi je potem pokazal, da na teh svojih izvestih, kjer je on hodil na torej predhodnico današnje druge gimnazije, kjer so imeli svoje izveste, niso imeli še pa svoje stavbe, so imeli torej na vseh izvestih, torej druga gimnazija imela maketo svoje bodoče šole. To je ta začarani grad, današnja stavba. In je rekel, no, to je pa šola, ki sem jaz pač upal, da bom kdaj hodil, pa potem nikoli nisem hodil. In to tako z veseljem po tugih letih iz New Yorka še vedno pokazal. Drugače pa, že po tej fotografiji sodeč očitno zelo dinamičen fant, najbrž tisto s klepetanjem ni bilo edinokrat naprej. So se družili kar z kupico znanih Mariborčanov. Njihov sosed je bil prej omenjeni Franjo Baš. Za njega fotografija tudi zaradi tega, ker je povezana z daljno zgodbo. To je sicer njihova zadnja fotografija v Mariboru. Potem, ko so se preselili iz hiše, ki so imeli v okviru tovarne v Melju, so se naselili v Štrosmajerjevo. To je tista hiša na vogalu tam pri vhodu v fuzbalsko igrišče. Taki kip je gor pa tak naprej. No in njihov sosed je bil Franjo Baš. In Franjo Baš je potem, ko so se oni šli pač v neznano, v nadaljevanju, pač imeli so veliko srečo, so vojno preživeli, so mu dali ključ od stanovanja. In Franjo Baš je potem celo vojno to njihovo stanovanje šparil in ker bo vojni jih pač ni bilo in so potem pač neke druge ljudi noter naselili, je pa shranil on pohištvo. Teda mi je povedal, da pač nisi še gotovil, ki je točno v Pokrajinskem muzeju v Mariboru to imajo, ampak rekel je, da ko je bil prvič po vojni potem v Pokrajinskem muzeju v Mariboru, ko šel gledati, pač kaj imajo razstavljeno, je videl našo svoje pohištvo iz njihovega stanovanja, ker je pač Franjo Baš, ki je bil pred pa po drugi svetovni vojni ravnatelj muzeja, pač dal tega shraniti. Tako da še en taki, bi rekli, simpatični dokaz, recimo, koliko so bili vpleteni v takratno življenje Maribora. Prej meni Jaro Dolar je bil hišni učitelj obema sinovoma, torej Vilko Lebla Lariča, očeta,
angažiral je zaradi tega, ker je pa Jaro Dolar bil v tistem času brezposlen. In tudi recimo taki primer, da je to pač so pomagali nekomu, ki drugače ne imel službe, ne, oziroma to potem tudi Jaro Dolar konkretno omenja v svojih spominih. Ne. In še en znani Mariborčan povezan z Laričem Pavlom, imamo napredni slajd. Njegov učitelj telovadbe pri Sokolih je bil pa Leon Štukl. Seveda vsi vemo, da je znani olimpionik, ne, čeprav seveda se vsi verjetno spomnite, da pač ta do začetka 90-ih let na razno Mariboru Štukl niti pravzaprav ni bil toliko mednarodno in tudi slovensko ni bil poznan. Ne. No, potem pa je tisto zadnjih 10 let svojega življenja Štukl zagotovo zasluženo slavo dobil. Nobene izmed teh priložnosti, ko je pač Štukl obiskal New York, se je srečal, ne, s svojim nekdanjim dijakom Pavlom Laričem, ob tem priložnosti nastada članek Večeru oziroma tale fotografija. Tretja zgodba, še vedno živeče, je pa Margareta Hirš, kasneje poročena Štern. Ona sicer ni rodila v Mariboru, oziroma ni od začetka živela v Mariboru, pač pa se je rodila v mestu Fürth. To je somestje z Nürnbergom, naslednja slika. Tu je ona v začetku svojega osnovnega šolanja. Njen zelo znani someščan, sigurno, ki se starejši se ga spomni, je Henry Kissinger, dolgoletni ameriški zunanji minister, ne, ki se do konca svojega življenja očitno ne bo tega svojega nemškega naglasa v svoji ameriški angleščini ne bo znebil. Ne. Teda ona je malo starejša od Henryja Kissingera, ampak da če iz tega istega mesta izhaja, tako si predstavljate. Zanimiv detalj iz te fotografije, ne, torej v tem Fürthu, ne, ki je pravim somestje z Nürnbergom, ki je pač precej večje mesto tudi, je leta 1933 živelo skoraj 2000 Judov, ne, predstavljali so takrat recimo pač neki delež preprosto, ampak od teh, ne, ki jih tukaj vidite, recimo z lahko računate, jih je več kot pol umrlo v času holokausta. No, Margareta Štern ne, ker so tako leta 1933, naslednji slajd, se odselili v Maribor. No, in to je na pač tej znameniti promenadi na začetku Aleksandrove, današnje partizanske, njen oče Gustav Hirš pa njena starejša sestra Liza Hirš. Spodaj, mimogrede, njen originalni podnapis v slovenščini, kakor ga je napisala še danes. Torej, ta družina je leta 1933, ne, ob začetku vzpona nacizma, niti še nürnberški zakoni niso bili sprejeti, so se preselili v Maribor. In tudi Margareta, brez kakršnega koli znanja slovenščine. Ne. Margareta konkretno, torej mlajša sestra od te Lize, ki se je vpisala na predhodnico naše prve gimnazije Maribor, Margareta se je vpisala na dekliško meščansko šolo. To je bila nekoč potem osnovna šola Ivan Cankar, danes je to gostinska turistična šola. In povedala je, zakaj. Zato, ker je bila to edina šola v Mariboru, ki je imela nemški prvi razred. Ne? Vsi ostali so imeli samo slovenske. In ona se je potem v drugem razredu osnovne šole prepisala v slovenski razred. Ne? Namreč pisali so v nočno nemščino, ker je bila mala, pač in potem, da bo pač se lažje preko nemščine učila. In rekla je, zakaj? Zato, ker so vsi ostali sošolci bili naciji. No, kot Judi, pa so Judinja, ne, če pa bila otrok, se pa seveda ni dobro počutila in to se reč Slovencem prepisala. In je potem do 4. razreda, kar je hodila, je rekla, da je to postala dobra v slovenščini, da je v 4. razredu, ko je prišel inšpektor, in to je nekoč nekaj pomenilo, če je prišel inšpektor, in to pri slovenščini, je učiteljica slovenščine njo dala, da je govorila slovensko, ker je najbolj pravilno govorila slovensko v celem razredu, čeprav ni bila Slovenka rojena. Ne. No in tudi zdaj, ko je pisala, recimo zdaj pred letom dvema nazadnje, pa ko smo imeli slike, recimo, ne, moram reči, da je njena slovenščina bila precej brez napak. Po vseh teh letih, mislim, neverjetna, ne? Seveda je kakšna beseda arhaična, seveda je kakšna vejica, ki kao ide, ampak mislim, spet, neverjetno, ne? Kak nekomu po tolikih letih pač neki jezik, ki je verjetno v Londonu, kjer ona danes živi, verjetno precej eksotičen, ne? Pa se tudi recimo domorodci v tej državi dostikrat sprašujejo, kaj si boš to slovenščina, recimo, ne? Pa nekomu pač toliko pomeni. Zdaj, kaj je bil vzrok, ne? Zakaj so ravno v Maribor ti Hirši prišli, ne? Vidimo tukaj naslednjo. Oče Gustav Hirš je bil namreč solastnik tovarne Mirim. Tovarna Mirim je bila ena zelo znana zgodba iz stare Jugoslavije, še ena mariborska pozabljena uspešna gospodarska zgodba. Sedež so imeli v tej vili, ki tudi ne obstaja več, to je bilo tam pod Melskim hribom pri kolodvoru. Vila Alvis je bilo in glavni seveda proizvod te tovarne Mirim je bila čokolada. In vsi starejši Mariborčani, ko ste to omenite, recimo, če ste tukaj gledali, se smete, čokolada ni bilo tako danes, ne, se spomnim non-stop tega vonja po čokoladi, ne. Ampak poanta te tovarne Mirim, ne, ki je torej tukaj proizvala čokolade, je bilo to, da oni niso čokolade prodali kot čokolado, ne. Oni so prodali čokolade, tako malo podobno, kot je bilo zdaj spet starejši, se mu spomnim, kot so čokoladice, ko so bile životinjsko carstvo, ne. Ko si pač imel čokolado, pa bila pa neka slikica, ne, pa si lepo. No in to so oni imeli že v stari Jugoslaviji. Imeli so različne stvari, ne, torej ti albumi Mirima, ne, so bili pravzaprav zelo zanimivi, mislim, konkretno so bile olimpijske igre, ne,
so imeli pač album, ne, in ko si to čokoladico kupil, bila neka fotografija, no, ker si potem ti lepo in potem si se učil. Ampak to ni bilo edino, niso imeli samo šport. Recimo, sem gledal, recimo, imeli so naši junaci, ne, je bilo recimo o junakih južnoslovanskih narodov, potem je bila geografija. Mislim, vse živo, zelo poučno, ne, seveda bi to biznis, ne. Otroci radi jedo čokolado, ampak niso se samo sladkali, ampak so se tudi kaj naučili. Zdaj, životinjsko carstvo, ne, pravim še enkrat, to je bilo nekoč, ko je bila Jugoslavija, ne vem, če kaj take še danes obstaja. Vem, da so pač te neke nalepke, ko kupujejo, pa recimo ko lepijo, ampak glavne so neke fantazijski liki, najboljši primer so kakšni fuzbaleri, ne. Nisem slišal, da bi recimo imeli danes kakšne čokoladice, kjer bi se učili zgodovino ali pa geografijo. No, gledam, zelo uspešna firma. Zanimivo tudi zaradi tega, ker solastniki so bili sorodniki generala Maistra. No, in ena znana zgodba povezavi z Maistrovo knjižnico, ne, ko je torej prišlo do napada na Jugoslavijo, so to Maistrovo knjižnico rešili na ta način, da so torej to v škatle tega Mirima in potem je bilo to dolgo časa neznano in pravijo tisti, ki so potem odpirali še vedno po tej čokoladi, so te knjige potem dišale. Naprej. Margareta Hirš kot drsalka pri Treh ribnikih, ne, očitno neko zelo lepo otroštvo, zapusta sicer. No, ali pa tule recimo, ne, na počitnice so hodili naprej, v Rogaško Slatino, ne, zanimiv detalj, tukaj z mamo pa z babico, no, in ta gospod visoke bradati je pa sicer rabin iz Čakovca, bližnja skupnost, ne, pač Rogaška Slatina je bila kar neki pojem takrat turizma, ne. No, in tu so se srečali, ampak je napisala, da recimo ta je bil potem ubit v Auschwitzu, dejansko je bil, ne. No, naprej. Slika pred odhodom, ne, torej stanovali so v Tomšičem drevoredu. Zdaj spet, ne, po mariborski nekaj socialne geografije, vsem jasno, da pač to ni ravno predel revežev, ne. To je pač zanimiva fotografija. Tudi ona je bila najprej dijakinja prve gimnazije, prve realne gimnazije, pred koncem naše prve gimnazije, Bog se pa razdelila, pa na drugo dodeljena, ampak ona je bila samo 2 leti potem, ker je potem so se 38. leta uspeli odseliti v London. Zdaj, ta zadnji del je posvečen tistemu, kar je sicer najbolj znano po eni strani, naslednji slajd, to je holokaustu. Nemogoče je seveda za vseh teh 113 judov, ki so v Mariboru pred drugo svetovno vojno živeli, natančno vse zgodbe povedati, že zaradi tega, ker vseh še ne vemo in tudi seveda bi to mnogo preveč časa stalo, ne. Ampak samo nekaj poudarkov, mogoče ravno s temi osebami, ki so le povezane z tem dogajanjem, ne. Kot prvi, naslednji slajd, je torej družina Hirš še leta 1938, ravno v času Münchenske krize, dobila možnost, da se odseli v London. Tako je torej Margareta in njena starejša sestra Liza Hirš sta torej absolutno se seveda rešili pred holokaustom, ker sta že pred izbruhom druge svetovne vojne bili v Londonu. Ni bilo veliko judov, ki jim je to uspelo, njima je to uspelo. In potem pride en dokaz spet, recimo, ne, torej sestri Hirš, družina Hirš, oni niso v Jugoslaviji samo živeli nekaj časa, v Mariboru konkretno, potem so živeli v Londonu, predtem so živeli v Nemčiji, ampak zgodilo se je nekaj, kar je seveda pravzaprav lahko bi zgodovinsko pomembno postalo, ne. Namreč po izbruhu aprilske vojne je BBC začel oddajati program v slovenščini. Namreč kakor je druga svetovna vojna se je razvijala, ne. BBC, ki je že pred drugo svetovno vojno bil seveda velika in pomembna radijska firma, danes tudi televizijska, je imel programe v nekaterih jezikih. Okej, velikih svetovnih jezikih, si lahko predstavljate, ne. Ampak ko je druga svetovna vojna izbruhnila, ne, tudi zaradi tega, ker ne samo propaganda, ampak novice, ne, prave novice, če že hočete, so seveda v vojaškem smislu absolutno pomembne, ne. In to ne samo na frontni črti, ampak tudi za frontno črto. Zdaj se morate predstavljati, kako je izgledalo prenašanje novic, kako je medijsko se delovalo pred drugo svetovno vojno. Ljudje so brali časopise v kavarnah, pa še kje drugje. Seveda so tisti, ki so imeli radijske oddajnike, lahko poslušali radio, televizije pa še ni, kaj šele interneta. In zdaj, ko je izbruhnila druga svetovna vojna, ne, če zdaj recimo britanska stran hoče svoje novice sporočati ljudem v okupirani Evropi, je ne more poslati časopisov, menda. Lahko pa pošlje radijske valove. In zato torej ta BBC-jev program, ne, med drugo svetovno vojno je izjemno pomemben, mnogo katerem pomenu, ne. Ne slučajno, spet zdaj, če ste spomnil serije Alo, alo, ne, tam imate tisto non-stop poročajo, nekaj recimo, nekaj šifre sporoča. Ampak šlo je za pravzaprav nečem, ni šlo samo to nekaj šifre sporoča. Šlo je za to, da ljudem v okupirani Evropi sporočate upanje, dejansko, da je pač Nemčija ne bo zmagala, kaj so resnične novice in podobno, ne. No in zdaj seveda problem je seveda tudi tem, da se lahko predstavljate, da danes bi to bilo relativno preprosto, ker večina ljudi zna angleško, ne. Ja, v času druge svetovne vojne ni znala večina ljudi angleško, zato so morali BBC ustanovljati čedalje bolj številčne programe v pač raznih jezikih, ne. In tako ustanovijo logično srbo-hrvatski program in seveda ob napadu na Jugoslavijo ustanovijo tudi slovenski program. In zdaj lahko si predstavljate, da aprila 1941
v Londonu ni bilo milijon ljudi, ki znajo slovensko. In kdo postane prva špikerka slovenskega programa BBC-a v Londonu? Liza Hirš, ki je 1933. leta, 8 let predtem, prišla brez ene besede slovenščine, ko je prišla v 4. letniku takratne gimnazije, realne gimnazije, ne, to je bil naš 8. razred, 9. razred bila, je prvo polletje bila upravičena ocen, ker pač ni znala dovolj slovensko. Drugo polletje pa več ne. In je imela v drugem polletju je imela potem popravni izpit iz slovenščine. Pričemer ne smete pozabiti, da v starih Jugoslaviji na realkah je bila popravni izpit, če je človek imel oceno 2, pol je bil popravni izpit. Če je imel oceno 1, je padal avtomatsko, ni bilo popravnega. Ne tako danes 3 je popravni pa tak naprej. No in ta ženska je torej v tem kratkem času potem maturirala in tak naprej, torej je toliko slovensko, da je potem bila enostavno, seveda, lahko si predstavljamo, ne, kot rečeno, ne, milijon Slovencev tudi ni bilo, pa neki glas, pa ženska, pa tak naprej, in je potem celo vojno in še po vojni potem špikerka BBC-ja, ne. No, vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo spletno naključje. Leta 2005 BBC po skoraj 70 let delovanja slovenski program v kino. Torej tudi BBC je še danes pojem kvalitetnega radijskega, televizijskega poročanja, nima pa več programov v nekih eksotičnih jezikih, tako ali tako kot je slovenščina, zato ker imajo pač potrebe tam kakšni drugi konci sveta, kot recimo Afganistan, Paštu, pa taki jeziki so bolj interesantni za njih, ne. Oziroma pač danes dejansko ni Sloveniji problem, da bi morali sporočati, kaj je za fake news, pa kaj ni fake news, ne. In so to ukinili. In kaj je bilo naključje? Takratnemu osebju, ne, slovenskemu, zadnjemu, torej osebju, ne, je se posrečilo to Lizo Hirš najti. In ona ni bila samo potem prva spikerka slovenskega programa BBC-ja, ampak je bila zadnja spikerka. In ta posnetek se je ohranil na spletni strani BBC-ja in idite poslušati, da slišite to slovenščino. Torej ta gospa po vseh teh letih, recimo seveda še vedno govori slovensko, ne, se je nekaj rekel, pač arhaično, moče zdaj kakšna napaka, ampak mislim, da ji ni treba nič nerodno biti. Ne. No, to je družina Hirš. Družina Löbl Larič, naslednji slajd, je 1940. leta, torej tik pred napadom na Jugoslavijo, po sicer zelo zapleteni poti se rešila. In sicer so odpotovali iz Maribora za Istanbul, pa za Basro, za Bombay, tam se vkrcali na ladjo preko Cape Towna, Trinidada in Tobaga, pripluli potem tik pred koncem leta 1940 v newyorško pristanišče na Ellis Island in po 3-mesečnem čakanju dobili ameriško državljanstvo, oziroma vstopno vizo. Oba sinova, oba brata, ne, torej Pavel desno, Ivan levo, ne, sta potem bila seveda v času druge svetovne vojne toliko stara, da sta aktivno bila udeležena kot vojaka ameriška v drugi svetovni vojni. Ivan prav na fronti, ne, Pavel pa potem je bil mobiliziran, ampak ni prišel do vojskovanja. Ne. Torej bi lahko rekla, na nek način vrnila to, pač, kar jim je Amerika dala tudi na ta način. Ne. No, Pavel je potem po vojni bil celo nekaj časa v ameriški mornarici zaposlen, pa kot rečena zelo pestra oseba, zelo zanimiv in se potem v 18 letih začel vračati v Maribor. Jaz upam, da je še živ, ne, ampak torej tudi oni so se uspeli rešiti. Naslednja slika. Roznerji so iz Maribora šli točno 27. marca, ne 6. aprila, ker so imeli takrat že tudi potem firmo v Beogradu in tu stanovanje in sorodnike v Beogradu, je ta fotografija nastala torej tik pred napadom na Beograd. Torej levo vidimo Lidijo, desno pa njeno sošolko in prijateljico iz Maribora, René Strasberger. René Strasberger, za razliko od Lidije Rozner, ni imela te sreče, da bi vojno preživela. 42. leta so jo skupaj z družino v Beogradu ubili, ne. Medtem ko pa Lidija Rozner, naslednji slajd, pa je imela izjemno veliko srečo, glede na to, da so bili v Srbiji. To je relativno malo poznala tudi v Srbiji. Srbija je bila namreč nasplošno v evropskem kontekstu ena izmed prvih prizorišč, kjer so masovno in v veliki meri uničili vse Jude. Vzrok je bil seveda v tem, kar ste verjetno zdaj slišali, ne, že, da je v jeseni 1941 nastopilo zelo močno partizansko gibanje v Srbiji. Ne. In nemški odgovor na to močno partizansko gibanje je bilo to, da so začeli streljati za vsakega ranjenega Nemca 50 talcev, za vsakega ubitega Nemca pa 100 talcev. Ne 1:10 kot Slovenija, ampak 1:100. Ne. In nastali so izjemno žalostne zgodbe, Kragujevac, Kraljevo, sigurno se tisti starejši to slišali. Ne. Ampak pozabi se povedati to, da prve žrtve teh represalij niso bili Srbi. Najprej so streljali Jude in pa Rome, in ko je Judov in Romov zmanjkalo, pa recimo tam, kjer ni bilo Judov in Romov, kot recimo Kragujevec in Kraljevo, so pa Srbe streljali. Ne. No, in to je bil vzrok, ne, zakaj je potem že najkasneje v jeseni 1941 bi oba moška, ne, torej Lidin brat in Lidin oče, verjetno, če bi ostali oni v Srbiji, bila ustreljena. So pa imeli veliko srečo, da so tik preden se to začelo, oktobra 1941 iz Niša
dokodar so prišli na jug, potem se prebili v Budimpešto, pa po zelo zapleteni zgodbi, 1943. leta iz Budimpešte preko Romunije, Bolgarije, Turčije v Palestino. In so zaradi tega preživeli. Vsi niso imeli takšno srečo. Naslednji slajd. Oseba, ki je imela na začetku zgodbe, Rudolf Konštajn, 1943 v Čakovcu, zraven njegova prijateljica, karkoli pač to pomeni, ki je vojno preživela, Helena Romano. On je to tikaj pred mobilizacijo v madžarske delovne enote. To je spet ena posebnost holokausta na Madžarskem. In je tudi seveda zaradi tega bilo jasno, zakaj ni potem Auschwitzu mogel končati, ko je bilo sicer prvotnost, ne smisla, oziroma so bili prvotni podatki. Namreč on je bil torej mobiliziran v posebne neoborožene enote madžarske vojske, kjer so bili samo Judje. In potem, ko so na koncu pa Madžarsko dejansko prevzeli fašisti, so te judovske delovne enote povsem predali nacistom. In potem so še prišli koncentracijska taborišča, ampak ne več v Auschwitz. Tako da je ta Rudolf Konštajn, nekdanji dijak torej prve gimnazije Maribor, je torej na koncu končal Mauthausen, medtem ko pa, ko smo slišali nadaljevanju, večina njegove družine pa v Auschwitzu. Naslednji slajd. To sta dva njegova bratranca iz Maribora, deček manjši, Milan Zinger, živel je pred drugo svetovno vojno na Pobrežju, tam, ker ima Stolperstein, nasipna ulica, če tedaj bili pozorni. Je 1944 prišel v Auschwitz, kot 12-letni deček, ni imel niti najmanjše šanse, da preživi in je bil smrčen. Tisti, ki je pa desno, ki je pa večji, je pa sicer bil malo starejši, ampak je bil ravno toliko, da je potem bil izbran za delo in je potem preživel in še do nedavnega živi. Ker je družina bila povezana z Medžiborjem, so imeli sorodnike, ne, je ravno septembra letos dobili Stolpersteine tudi v Medžiborju, zato sem bil takrat povabljen tudi tja, ker v Mariboru se pa ravno te družine dobile sploh prve Stolpersteine, recimo. Ne. No in Otto Konštajn, to je ta na desni, ki je sicer preživel Auschwitz in še vedno živi, se žal te slovesnosti sicer ni udeležil. Zdaj gremo na naslednji slajd. Oče tega Rudolfa Konštajna, za katerega tudi veljalo recimo konkretno, ne, da je pač umrl v Auschwitzu, se je na koncu izkazalo, da ni umrl v Auschwitzu. On je bil iz Auschwitza premeščen v eno naslednjo taborišče, ki se imenuje Stutthof, to je v bližini Gdanska. Tu se je ohranil njegov osebni list, če tako rečemo, taborišniški list, ki ga je on podpisal, lepo spodaj vidite, njegov lastonočni podpis, ne, o prihodu. Pisar je seveda zabeležil nekatere podatke o njem, pač kot so običajni. Gor je sicer pripisan potem datum smrti tudi, ne, ampak recimo pač ime, priimek, ne, otroci in tak naprej. Poleg recimo vprašanje, ne, če ima ženo, ne. Govoril, ja, ima ženo, ne, stalno bivališče, ne ve, ne. On ni videl, recimo njegova žena takrat bila že 6 mesecev mrtva, ne. Je pa še en zanimiv detalj, potem ko je recimo razlog aretacije, ne, piše zelo preprosto Jude, ne, ker je Jud je aretiran, sploh nič ne rabi narediti, ne, in to je v bistvu holokausta tudi, ne. In pa še en detalj, ker on bil v Auschwitzu predtem, tukaj, ko so posebna telesna znamenja, ne, piše, na levi podlahti ima vtetovirano in je njegova številka za Auschwitza, ne. Če niste vedeli, ne, v vseh taboriščih so bili taboriščniki samo številke, to res ni fraza. Ampak samo v Auschwitzu so imeli pa številke vtetovirane, ne, in zato v tem primeru, ne, ker on zdaj piše z Auschwitza v drugo taborišče, ker to ni običajno napisano kot posebno telesno znamenje, ne, njegova taboriščna številka. Ni preživel, ampak ni umrl v Auschwitzu konkretno, ne. In pa še naprej, še en detalj, še posebej grozljiv, ne, v vsem tem peklu, kar so ga taborišča predstavljali, ne, si je težko predstavljati, da so vseeno obstajale neke stopnje, ne, ampak to je recimo primer. To sta sestri od prej omenjenega Rudolfa Konštajna oziroma tegale Arnošta Ernesta Konštajna hčeri, ki sta bili dvojčici. Oni dve sta torej prišli v Auschwitz 2. maja 1944 in kot običajno je tudi tega dne bil na dolžnosti, da opravi selekcijo. Namreč samo judovski transporti so bili sestavljeni iz otrok, mladostnikov, starcev in tako naprej, zato je bilo treba selekcionirati. To je to, da je neki SS, zelo pogosto bil to zelo glasni dr. Mengele, kdo bo zdaj šel delati, kdo gre pa direktno plinske celice. In ti transporti, ki so takrat prihajali, maja 1944 so bili v veliki meri sestavljeni, 2/3, morda celo, ne, iz takih, ki niso bili primerni za delo. Ampak znotraj tega, ne, torej, da so torej bili velike množice ljudi takrat res dejansko smrčene, tako po prihodu. Pravim še enkrat, to je samo za judovske transporte značilno, niti Romom se to ni dogajalo. Je pa bila še ena še posebej grozljiva zadeva, ki je spet direktno povezana z Mengelem. Mengele ni bil samo glavni zdravnik, ki je odločal o teh selekcijah, ampak je v Auschwitzu, v Birkenau konkretno, izvajal tudi medicinske poskuse. Za te medicinske poskuse je uporabljal dvojčke. In zato je on seveda dejansko izbiral tudi na tej rampi, ko so ti transporti prišli, dvojčke. In lahko si predstavljate, da na vsem božjem svetu, nikoli prej, pa nikoli več kasneje, jasno, ni bilo možno, da ste vi v nekem kraju, kjer dnevno dobite pare dvojčkov in jih izbirate. Dalje. Ko so ti dvojčki postavili njegovi poskusni zajčki, ne,
seveda si lahko predstavljate, da v božjem svetu nikoli ni bilo drugače možno, da seveda je on izvajal te poskuse in da ko je tisti dejansko dvojček, je bil poskusen zajček, v tem ravno poanta bila, torej on je dejansko na enem izmed teh dvojčkov izvajal poskuse, na drugem pa ne, ker ga mrze kontrolni vzorec. Je tisti drugi dvojček, ne, ki ni bil poskusni zajček, kdo besedne pomene, prav tako v istem trenutku lahko umrl in lahko torej in vivo primerjal torej dejansko, kakšne so posledice poskusa ali pa ne. Torej, ti dve mariborski dvojčici, tu je Mengelov podpis, kot vidite, ne, tu je zdaj sicer relativno nedolžna zadeva, pa če laboratorijski ukaz za laboratorijske preiskave, ne, sta bili med tistimi redkimi, ki so preživeli. Mi danes vemo, da je recimo skozi Mengeleve roke šlo okrog 3000 parov dvojčkov, okrog 300 jih je preživelo. Dve izmed teh sta bili dve mariborski, Milica pa Gizela so se imenovali. Hodili sta na šolo, prej omenjeno, nekdanjo Ivan Cankar, dekliška meščanska šola in tako naprej. No, glavnem, in Milica, ne, je bila dejansko poskusni zajček. In čeprav je dočakala osvoboditev, je kmalu zatem zaradi posledic poskusov umrla. Medtem ko pa ta Gizela, ki pa je bila kontrolni vzorec, pa je potem se vrnila v Maribor, potem nekaj časa živela v Mariboru, ampak pač tudi verjetno zaradi razmer zapustila Maribor, šla živeti na Češko, kjer je družina bila v osnovi in dočakala visoko starost. Ne. V 70 letih prejšnjega stoletja, ko je bil Mengele še vedno živ, tudi zaradi tega, ker Mengele nikoli ni bil procesuiran takoj po vojni, je bilo pravzaprav za njega sploh prvič proces narejen. In ta mariborska dvojčica, ne, Gizela Konštajn, kasneje poročena Strakova, je bila ena izmed glavnih prič sploh proti Mengelu. Zakaj? Zato, ker je ogromna večina od teh 300 preživelih, kar so šli skozi Mengelove roke, so bili v času poskusov otroci, dejansko otroci, stari 5, 6, 7 let. Perspektiva 5-letnega otroka, kaj se okrog njega dogaja, ne, si lahko predstavljate, čisto drugačna, kot je bila v tem primeru teh dveh dvojčic, oziroma ki so bile pa stari 17 let. In kot 17-letnica je mnogo bolj doumela, kaj se okrog nje dogaja, 1944 leta v Auschwitzu. In zato je bila seveda z vidika tožilstva v samem postopku seveda idealna priča. Mengele, kot veste, kljub temu, da je bil ta sodni proces obnovljen, da so potem pač bili dokazi in tako naprej, nikoli ni bil ujet, ne. Umrl je, recimo temu, naravne smrti, utopil se je pač pri kopanju, ne, in pač v tem primeru, ko se to reče, pravici ni bilo zadovoljeno. No, če povzamemo, skupno število žrtev holokausta v Mariboru je torej po sedaj znanih podatkih tretjina, pa če ne smemo pozabiti, da je torej vsaj 16%, za katere torej ni jasna njihova usoda. Število preživelih je okoli polovica, ne. V primerjavi s kakimi drugimi okolji, recimo Srbijo, recimo, ali pa moče Poljsko, recimo, je to relativno spodbudni procent, torej okrog 50% jih je preživelo, ne, najmanj, če ne več. Je pa to povezano z več kriteriji, ne, torej tega, da je pač neka možnost, da se nekam zatečejo, da je potem seveda prostor bil drugače oblikovan, recimo, ne. Najslabša varianta se izkaže, da pač je bilo za tiste, ki so bili poslani v Auschwitz, ne, tam je zelo malo preživelih, vsaj 10 mariborskih ljudi je umrlo v Auschwitzu in pa, kot sem že prej omenil, Srbija. Tam je umrlo vse 14 mariborskih judov. Vse skupaj pa svet kaže tudi o tem, da pač dokončne besede seveda tukaj še ni, ker pač raziskave tudi vprašanje, če bodo dokončane. Slednjič in za konec. Kaj se zgodi z mariborskimi judi po letu 1945? Nekateri preživijo, večina se jih ne vrne v Maribor. Vzrokov za to je več, ne. Eden izmed najbolj očitnih je pa tale. Naslednji slajd. Nova oblast je bila v odnosu do judovskega prebivalstva, zdaj težko rečemo, antisemitska, ne. Je pa bila seveda do nekaterih predstavnikov judovskega prebivalstva, kot je recimo zelo značilno Marko Rozner, milo povedano, ne, krivična. Zelo očiten primer. Istočasno, kot je potekal avgusta 1945 sodni proces proti Hutru, kar je precej znano, je potekal tudi sodni proces proti Marku Roznerju. Pri čemer so pri Hutru, ne, bile obtožbe, rekli zelo pravno vidika, ne, sploh težko obrazložljive, kot recimo, da on je sicer, njegove tovarne so delale med vojno za naciste, ne, ampak je on tudi partizanom pomagal, ne. In potem je bil to eden od glavnih vzrokov, da je on pokvarjen, ker je pač na dveh stolih hotel sedeti. No, pri Roznerju, ne, so isto dali kot eno od glavnih točk obtožnice to, da so njegove tovarne med vojno delale za naciste. Pri čemer on seveda ni bil zraven, za razliko od Hutra, ki je Mariboru bil med drugo svetovno vojno, ne. In nacisti so ravno verjetno vprašali, Herr Rozner, bi pač vaše tovarne delale za nas, ali kaj takega. Seveda za razliko od Hutra so Roznerja sodili in absencija, torej v odsotnosti, ne. Oba so obsodili na podobne kazni, 4-5 let.
in sicer zaradi kolaboracije. In torej njihovo premoženje ni bilo nacionalizirano, ampak bilo konfiscirano, torej zaplenjeno je bilo, ker sta onadva sodelavca okupatorja. Hutter je teh svojih 5 let odsedel, zagrenjen odšel potem v Avstrijo, kjer je umrl, pozabljen od vseh, ne, in samo zahvaliti se tistim, ki so pač uspeli spominja njega v Maribor vrniti. Rozner pa se ni vdal v usodo. On je potem še, naslednji slajd, 10 let potem, ko je torej bil odsotnosti obsojen, ne, in so bile vse tovarne in odzete, prosil, pazite, za obnovitev procesa. Obnovitev procesa v tem smislu, da pač sedaj je to absurd, ne, kako bi on naciste podpiral, če pa z vsem svojim bitjem in žitjem bil proti nacizmu, ne, in je komaj preživel vojno, ne. In potem napiše v smislu, da pač tovarne so šle, hiša je šla, pač tega ni, ne, ampak rekel je, prosim, vrnite mi moje drugo ime. In v smislu, ne, jaz sem temu okolju v Mariboru, ne, torej nekaj dal in upam, ne, da pač mi ta pač okolje lahko tukaj vrne, ne. Zdaj, za razliko od Hutterja, ne, ki se moram reči, da se mi zdi je dobro rehabilitiran, ne. Zdaj, Rozner se bojim, da ni na ta način še rehabilitiran. En izmed dokazov tudi to, da sam sodni proces ni bil avtomatsko razveljavljen, ampak je družina s stroški, ne, prav z odvetnikom smo morali plačati, ne, potem dosegla to, da je bil ta absurdni proces razveljavljen, ampak o tem niste v medijih nič brali in kaj podobnega, ker pač to slovenske medije več ne zanima. Zdaj, sam Rozner je pa potem dejansko po vojni živel v Izraelu, ker je del družine potem po vojni živel v Trstu, je potem skoraj vsako leto hodil na obiske, ne, torej tik ob slovenski meji. On se nikoli ni čisto navadil na Izrael, kot pač razlagajo sorodniki, on je ostal vedno človek srednje Evrope, ne, Trst je bilo nekaj najbližje, kar je lahko dobo. In ko je umrl v mestu Haifa, v katerem je živel, je bil pokopan, ne, to je njegov nagrobnik. Zdaj, to pokopališče Haifi, kjer je ta njegov nagrobnik, ki je bilo kar pustolovsko najti s pomočjo slovenske veleposlaništva v Izraelu 2018, je seveda izjemno več vidikov, najprej je ogromen, drugič je pa veliko nagrobnikov, tako vidite tukaj recimo, ne. Zdaj, Judje imajo torej nagrobnike kamnite običajno, ne, na njih polagajo kamne. Tukaj ste moče videli v filmu Schindlerjev seznam, najbolj znani primer tisto, ko pač polagajo, ne. Drugače pa sicer piše logično, na judovskih nagrobnikih hebrejščine, ampak ne v tem delu, recimo, ker so pokopani ljudje kot Rozner, ki so se rodili v Evropi, ki so dostikrat imeli drugačna imena, kot jih so imeli potem v Izraelu, to je zelo značilno, ne. V Evropi so imeli pač neka evropska imena, zdaj pa predvsem hebrejska imena, ne. In potem imajo napisano, ne, pač, čeprav so oni za oni živeli, na koncu so bili na Haifi, imajo napisano, kaj te vem, Švarc, pa piše Černovice, pač mesto, ki je bilo nekoč Bukovina, danes je Ukrajina, ali pa piše Kazen Vajs, pa piše Praga, pa piše, kaj pa vem, ne vem, karkoli že, pa predvsem neka mesta, kot recimo Bratislava, Budimpešta in podobno. In na Roznerju nagrobniku, ne, po tej isti logiki, na eni strani sicer piše hebrejsko, ne, to ne vidimo tukaj, na drugi strani pa piše, kako se on imenoval, ne, pravzaprav večino svojega življenja in kje je on doma, Maribor. To je njegova hči, naslednji diapozitiv, nazadnje, ko je bila v Mariboru, zdaj sicer že precej letih, no, ampak se še dobro drži. Ona ni hodila na realko, ona je hodila na klasično gimnazijo, to današnja pravna fakulteta, no in pač nazadnje, ko je bila, se je želela, da pač pogleda svojo staro šolo. Naslednji slajd, to je Larič z ženo, naslovnica knjige iz New Yorka, da ni ravno dosti knjig o Mariboru, ki jih izdajo v New Yorku, ampak to je ena izmed teh. In pa to je Margareta Stern, konec leta 2019, tik pred koronsko zadevo, ko je objavila svoje spomine, My Life, dobro, zdaj moramo priznati, da naslov knjige ni ravno strašno originalen, ampak je potem recimo tu eni skupini britanskih dijakov pač razlagala o svojem otroštvu v Mariboru, ne, kar tudi zdaj verjetno ni ravno v Londonu vsaki drugi dan ali pa kaj takega. Zdaj, če se vrnemo k tistemu izhodišču, ki je pisano na začetku tega poglavja, naslednji slajd. Kdor eno življenje reši v svet, je sicer znani izrek, ker ga piše na diplomi, ki ga dobijo pravičniki, tako je bil Oskar Schindler, ne. Simbolika pa ta, ne. Kdor v času pač nekega najhujšega možne težave, nevarnosti, ne, reši vsaj nekoga, ne, je naredil mnogo več kot tisti, ki niso naredili nič. In en je v tem primeru mnogo več kot nič. Zdaj, seveda simbolika pri tem predavanju je, deloma seveda množica imen je bila, ampak če se katero izmed teh imen zapomnite, ne, potem ste pač v zgodovini naredili uslugo, ker ste ohranili imena, ki se veljajo zapomniti, ne. Tudi v našem primeru, ne, ko smo začeli zgodbo, torej dejansko smo potem z dijaki prve gimnazije šli v Auschwitz-Birkenau 5. marca. Tukaj postavljamo pač konkretno, ne, seveda ob spominski plošči slovenskih žrtev Auschwitza, ne samo Judov, ampak vsem ostalim venec, ne, ampak seveda naša pot ni bila zdaj pot samo za vse mnoge žrtve, ampak tudi za neke konkretne žrtve. In pa, na zadnji slajd,
ta zadeva je potem pripeljala do tega, da kmalu zatem 2012. družina Konštajn, ki je bila na začetku, oziroma Zinger, z njimi povezana, dobi trajno znamenje tam, kjer so oni doma. Namreč, ko so ljudje med drugo svetovno vojno umirali v taboriščih, Judje, ne Judje, Slovenci, Romi, kdorkoli, ste verjetno slišali, da so v vseh taboriščih imeli od vsega začetka krematorije. Te ljudi so torej ob smrti upepelili, v začetku sicer so te žare potem še nekaj vračali, kasneje so pa potem niti več niso pokopali, pa se kar razsipali. Teda vi, ko recimo v Auschwitz greste, tam ni enega groba, ni posameznega groba, ker ga nikoli ni bilo. In 1,1 milijon ljudi, ki je bilo tam ubitih in zažganih, pravzaprav nima groba. In seveda, ko se človek vpraša, zakaj so to nacisti počeli, neki racionalni smisel je, seveda, ne vem, veliko število žrtev, bolezni in tak naprej. V praksi pa je šlo seveda, po mojem mnenju, za nekaj globega, za temi ljudmi se ne da nič. In zato jih je treba upeliti, razsuti, ne obstajajo. In čisto bi rekli nekem človeškem, če imate neke fiksne točke, ki vi lahko spomin fiksirate na nekoga, potem pravzaprav običajno res nimate nič, samo imena. Pri čemer ti ljudje, ki so imeli Auschwitzu, Dachau, Mauthausen, kjerkoli že, niso bili tam doma. Oni so bili doma nekje drugje. Mariboru, Bratislavi, Kölnu, kjerkoli, kar so te spomnili. In nemški umetnik Günter Demnig, ki je začetnik te akcije Poštana Stolpersteina, je točno to dojel. Te ljudi, spomin na te ljudi je treba vrniti tja, kjer oni pripadajo. Oni pripadajo Auschwitzu. Oni pripadajo krajem, stavbam, ulicam, kjer so živeli predtem. No in v tem smislu Maribor kot prvo mesto v Sloveniji je torej postavil Stolpersteine, 6 na Glavnem trgu, 6 na Nasipni. Danes je v Sloveniji, mislim, da že več kot 100 Stolpersteinov. To je seveda zelo majhen odstotek vseh žrtev nacizma, ampak spet, če se vrnemo, nekaj je vedno mnogo več kot nič. Hvala za pozornost. Upam, da še kako vprašanje? Čeprav vidim, da sem bil precej izčrpen.